Mi smo bili 3 invalidi v srednji šoli skupaj v dijaški sobi in si dali napis Cripple House. Ne čutiš nog, Ja, čutiš vse ostalo. tako. To je važno. Pač ima neko tako injekcijo, ki se jo da, da Tako. ima lahko erekcijo. Tako. Ampak te injekcije so ful drage. To je tako, Tako. ne vem, 100 evrov na injekcijo. Ja, pa za en dober seks boš plačal. Jaz, če se psihično pripravim in če dosti mislim na to, jaz ga vzdignem tudi brez kakršnega koli pripomočka. Ampak ta model je meni med seksom vsake 5 sekund rekel, wow, kako si debela. Tle gor sem gorila dol z zobotrebci, ne vem. Ti imaš dober voziček, ki je tako tak kompakten, lahko res izvajaš vse, kar hočeš. Mogoče punco malo žulijo blatniki, ampak ajde. Preden začnemo, bi se pa rada zahvalila najnemu sponzorju Temptico čokoladi. To je ena prav posebna čokolada, ki vsebuje afrodizijake in ko jo poješ, si potem zelo horni. Ne smeš pojesti več kot 5 koščkov, to piše v navodilih. So pa to staro obe sprobale, ne skupaj, jaz sem to probala z mojim partnerjem in moram reči, da sem doživela enega najboljših seksov svojega življenja, čeprav sem bila zelo skeptična, preden sem to sprobala, tako da če bi tudi ti rad doživel najboljše orgazme svojega življenja, potem lahko uporabiš kodo med nama 20, ali pa še boljš, sam klikneš link dol v opisu in bo koda že noter ušteta in boš dobil tole čokolado po znižani ceni. Ej, Lucija, a lahko to ostane med nama? Ja, Sara, itak da. Dobrodošli v podcastu, a lahko to ostane med nama? Podcastu, kjer bomo govorili o seksu, seks igračkah, o seksu in invalidnosti, o vsem, kar je tabu, pa res ne bi smel biti. Danes je z nama Elvis Mihalič, paraplegik, ki na TikToku pa na družbenih omrežjih razbija tabuje o invalidnosti, pa tudi o spolnosti velikokrat Tudi o govoriš. spolnosti, ja. Ja. Ja, gledali se bomo vsak ponedeljek ob 8, zaradi tega, da ponedeljki ne bodo več bedni, ampak se bodo začeli, oziroma da se bo teden začel s seksom. Pa ful smo hvaležni, da si vsak teden z nama. In če hočeš se naprej gledati take dobre, zabavne, seksi vsebine, pol se subscribe, pa lajkaj, ker nam to ful pomaga. Če pa komentiraš, pa vsak dan zaspiva s takim nasmeškom na obrazu in razmišlja o tvojem komentarju. Drugače to skoraj imam res. Pa še en disclaimer. Če te vsebino spolnosti ne zanima ali pa si premlad za njih, ne poslušaj tega podcasta. Tako je. Elvis, jaz sem ful vesela, da si se odzval na enemu povabilu. Imeli smo v bistvu že kar par komentarjev. Ne vem, če kdo na YouTube komentiral, ampak jaz sem dobila v DMs-e sporočila, da bi bilo ful zanimivo, če bi imeli kdaj kakšnega invalida, oziroma pač nasplošno nekoga, ki ima kakšno disability, kako je po slovensko to? Posebno potrebo. Ja, da bi potem še Ja, v to so kontekstu... občutljivi zelo eni. Aha, Jaz ne, ampak okej. že jaz, ko uporabljam na svojem Instagramu invalid, nisi invalid, si človek s posebnimi potrebami. To me evo. ful popravljajo tej, ki so naprimer osebni asistenti ali pa kaj takega. A Ker ni jih to- toliko dribljajo s tem. Tebi to zanimivo, prizadene pol. Ne. ko pač ti Okej. si na vozičku in potem Ker tebe jaz sam asistenti zase popravljajo. rečem, da sem invalid, naprimer. In potem sem že dobil tudi videoklic na Instagramu. Ej, ti nisi invalid, ti si človek s posebnimi potrebami. Kako se In- pa počutiš ob tem? Pa meni ni panike. Okay. Ti si Ja. lahko oboje, lahko si invalid, Ja, lahko si in- že whatever. Pač mi smo, da povem samo eno tako smešno, mi smo bili 3 invalidi v srednji šoli skupaj v dijaški sobi in si dali napis Cripple House. Tako da pač mene ne ganja, ali sem cripple, ali sem invalid, ali pa sem s posebnimi potrebami. Samo če je to v nekem hecu ali pa prijaznem načinu rečeno. Ok, the more you Ja. know. Ja. Ja, hvala za tole zdaj. Ja. Podučitev, ker to nisem vedela. Vidite, za začetek prosila, da samo na kratko poveš, kdo si, kaj delaš, čim se ukvarjaš. Jaz sem Elvis Mihalič, prihajam z Primorske, natančneje iz Kozine. Star sem 27 zaenkrat. Kdaj Ja, imaš rojstni dan? Aprila 20. Okay. Ja. Drugač pa na Instagramu me marsikdo pozna kot motivatorja, nekako invalida, ki razglablja te javno stvari o invalidnosti. Mi da imamo en tak sistem, da za začetek gostu postava taka vprašanja, s katerimi se malo bolj spoznamo. Ne taka klasična, ampak taka, s katerimi res vidiš, kako
človeku možgani delujejo, bi jaz rekla. Po domače čudna vprašanja te bomo Ok. zdaj vprašali, ful so čudna in ti boš mogel odgovoriti na njih. Ampak bo tudi mi dve, zaradi tega, ker ni fair, da samo mi spoznamo tebe, je fair, da tudi ti vidiš, s kom imaš opravka v preostanku tega podcasta. Ok. Ja, da pa lahko pobegneš. Ne? Ne moreš, tlele, you're stuck here do konca. Okay. Ali bi se raje odpovedal seksu do konca življenja ali pa čokoladi do konca življenja? Absolutno čokoladi. Ampak drugače si tako fan čokolade, a ti je tako čokolada moja. Ma, tako niti ne. Včasih sem bil, zdaj pa ne več. Ok, kaj je tvoja najljubša hrana? Meso. Ali se raje do konca življenja odpoveš seksu ali mesu? Ja. Meso, kaj? Bom pa vegetarijanec. Fair Ja. enough. Sara? Jaz V bistvu najprej vprašanje. Najljubša hrana. Krompir. Seksu ali krompirju. To smo te že vprašali enkrat. Ja, to ste me Joj. že vprašali, ampak ja, jaz bi se raj... Ne bi se... Oh. Jaz bi se odpovedala na tej točki rajši čokoladi. Ok. In krompirju pač. Ja. Bi se danes, ja. Ja, jaz tudi v resnici. Pač, Okay. mislim, sej, Vsi imaš rumeni krompir, topinambur, Ja. imaš vse te Imaš. bela čokolada. pa to je še zmeraj čokolada in tudi tisti krompiri so To je krompiri. debatable zdaj, ne? Ampak najdeš novo najljubšo hrano, vse se navadaš. Ja. Pa tako realno ta paleta okusov, vse ti lahko navadi na nekaj novega in ugotoviš, da je kaj drugega lahko tvoja najljubša hrana. Tako je. Jaz sem mogla nekaj časa brez sira živeti. Worst time of my life. Ampak sem preživela in sem pač pol odkrila neke nove stvari, ki sem jih lahko jedla. In v bistvu je ful dobro, ker zdaj imam več hrane, ki jo lahko jem. Pa zdaj spet nazaj s sirijem, sam tok. Ampak ja, po mojem bi potem sam probala ugotoviti, kaj je nekaj, kar lahko nadomesti to hrano. Ker seksa pa pač, s čim boš seks nadomestil? Z ničemer. Ne? Ne moreš. Ok. Ali bi rajš, da se ti med oralnim seksom partner po nesreči polula v usta? Ali pa, da dobiš ostank WC papirja, ki je ostal tam spodaj od nazadnje, ko so šli na stranišče. Čakaj, lahko še enkrat to drugo možnost nisem razumel. To se pravi, prva je, da se ti po nesreči polula v usta. Ok. ko si tam dol. Druga je pa, da ko je tam en košček WC papirja bil in pač ti pol tep gre v usta in ti ostane na jeziku. In pač ne opaziš, da je tam in narediš in potem imaš tako košček papirja, ki je Ne. tam ne veš koliko časa zdaj. Pač raje to prvo. Ja. Ni se še zgodilo ne eno, ne drugo, ma ajde prvo. Zakaj prvo? Ti je malo manj. Ja, ne vem, uni papir, da ga pol. Veš kaj, po mojega sploh ne bi opazil. Tak mečkan bi bil, recimo. Ali bi bil velik. Pa tako, da se ti malo zasvalka po ustih. Ojoj. Ma ne, uno prvo lahko, ne vem. Dobro, všeč mi je, ti si tako odločen. Ja, Ti slišiš vprašanje in ti si tako, to je to, moja odločitev in ti stojiš za tem. ajde. Pol ti ni tako neka full sexy stvar, tudi da se ti nekdo polula v Sej usta. včasih so pili v Rimba in True. so preživeli. Pa ja. Ja. Valjda bi tudi mi enkrat. Drugače, jaz sem imela zdaj na Instagramu vprašanje, kaj je, pa ok, ni glih zdaj v lulanju v usta, ampak blizu. Nimam je- pa tega fetiša. No. No, ok. Ja. Mogoče bi pa ga dobil potem, kaj pa Ne. veš. Vela sem vprašanje, kaj je najbolj nora stvar, ki jo je partner kdaj predlagal v spalnici in je ful veliko ljudi napisal uriniranje, tako v raznih oblikah, ali da se polula noter, kar crazy. A si predstavljaš? Ne, ampak tako crazy v smislu, koliko moraš biti to sproščen, da se lahko polulaš tako v nekoga. Pač erekcijo imaš, med erekcijo Pa je lahko ful nimaš težko. erekcije, pa se polulaš v Ja, nekoga. ja, ampak težko. Težko. Pač tako, ja. kakorkoli, že logistika, Ja. pač insane. Pač tako, predanost tej dejavnosti se meni zdi logistično, samo no, wow, vsaka čast. Ali pa pač ne vem, da si pod tušem, pa nekdo to predlaga. Pa tako, mislim, meni se je zdelo, da je bil vsak četrt odgovor, je bilo nekaj povezano z urinom. Pa sem dala pa vprašanje ljudem, pač koliko jih je to že saj probal, jih je bilo pa ful malo procentov, sem kratko. Zdaj ali se lažete? Ker v bistvu jaz, ko sem to prebrala, pa se Sara o tem pogovarjala, sem da tako pa zanimivo mi je, da je to ljudi to rekla. Pa je bila pa Sara, je pa sej, a se ti še nikoli zgodilo, ne vem, da si pod tušem, pa pač, da vem ti partner trop predlaga, ali pa pač ti. Sem bila tako, ja, ok, pa smo pa res že to naredili, no. Ja, vsi, Nič ne vem, zakaj je takega. to tako zanimivo nam ljudem. Ja. Tako da, ja, na to sem se zdaj spomnila, sem imela asociacijo, sem mogla deliti. Sara, ti izbereš
Jaz izberem lulanje usta. Zdaj sem se spomnila, da sem bila enkrat na erotičnem sejmu in sem šla tam v prvo, jaz sem delala tam, in pol, ko je bilo že vsega na pol konc, sem šla tam v prvo vrsto malo pogledati, kaj se dogaja. In sem tam šla in mi je po nesreči, mislim, ona najbrž za nalašč, jaz sem po nesreči, mi je skvrtala usta. In jaz sem bila šokirana, valjda, in sem imela usta odprta in je bilo pač skoraj malo grozljivo, pol, ko se zaveš, da glih, kar si imel lulanja od neznanca, ki je na odru seksal z 10 ljudmi. V ustih lulanja. No, ampak sem preživela, tako da tudi še enkrat bi. Ja. Jaz pa ne vem, če ne bi... Jaz si predstavljam ta WC papir ne na področju anusa, ampak na področju pač, ne vem, ali piške, ali pa pač, ne vem, da si je ti pač obrisal malo konico, kar pač, ne vem, a ti to počneš, ampak meni se to zdi zelo primerno, pač, ne vem, če greš lulat, valjda si moraš pač ti pobrisati, če ne vse ven, ne vem. Glavno, jaz, če je na področju, kjer je sečnica, rajš vzamem papirček, ker pač, če pa na področju anusa, pa itak sploh ne bi šla tam zraven, če ne bi bil pač glih izpod tuša, tako da ne bi mogel biti papirja tam. Ker pač tam bi bilo pa tako, pol zihar še malo drekca gori. Jo, te besede, kaj ti kdaj rečeš? Tako šokirajo. Ja, čeprav ta s papirjem je meni dosti navadna. Mislim, da se tudi ženskam večkrat dogaja. Tako da, če pač seksaš tle nekje, ja, mislim, I'm so sorry. Ja. Ne? Ja. Okay. Tudi meni se je že kdaj. Sem se malo. Ja, ti se kar premikaj. Važno, da ti je udobno. Ja. To kamero smo tako naštimali, da ti sledi, tako da kamorkoli greš, boš šla za tamo. To ni resnica. Ni. Ok. Kaj imaš raje? Ti zdaj v bistvu zase odgovoriš mi, da bo pa za, ne vem, pri partnerju. Okay. Da imaš moda, ki so nadpovprečno velika, ali pa izjemno majckana. Cimici. Neki vmes. Ne. Pač tako res take žoge, tako. Ne. Ja, za eno pest, vsak. Ja, tako. Pač, da dejansko, ja, da moda prevladajo, ali pa so tako, da jih sploh, ko mi kratko noter so malo. A zdaj, da mi visijo do kolena, to bi bilo malo... Tam pa, ko bi šel na plažo, a veš, to bi bil vsi tako, he's packing. Ojoj. Dajmo reči, ajde velika. Ampak če imaš pa ful mehna, pa pol penis ful večji zgleda. Ja, sej ne veš, kaj izbrati. Najbolj je enkrat penis manjši, pa voda večji. Ostaneš pri večjih. Ja, ajde. Okay. Sara? Jaz nimam nobenih posebnih občutkov do mod, ampak nisem feeling, da pol, če imaš taka, kako se pa pol premikaš kaj? Pa predstavljaj si, ko seksaš, koliko ti pol to nabija. Ej, tu pa meni drugač kar seksi. Drugač? No, meni. Ja, jaz tudi berem velika pač, ja. Ja. Ja, jaz zdaj, ko sem na to pomislila, tudi velika. Evo, vsi imamo enako odgovor. Ampak ja, veš, koliko ti to fajn še malo mastira zraven. Ja, drugač ženske fulkrat rečejo, da sovražijo, ne, tako kao povešena jajca. Tu sem fulkrat slišala, da je tudi kao čudno. We love it here, tako da. To moram pa narediti, da je eno anketo o tem. Ja, dej, ja. Ja, lej. Kolikor imaš, pa imaš. Ja. Napište v komentar, če bi radi imeli taka jajca. Taka. Ok. Kaj bi raje? Mislim, nič ne bi raje, ampak kaj izbereš, če moraš? Da te nekdo zadovolji s prsti, takoj potem, ko je rezal feferone, ali pa da ima partner zvezdice in se med oralnim seksom noter zatakne košček tvoje kože in potem, ko gre stranka, tako malo trga in ti malo kri teče. Absolutno čili. Ja, sam veš, kako to peče. Obožujem čili. Na področju anusa ali pa v sečnici. Jedeš, pečeš. Ja. To, koliko mi je dobro, da nisi niti pomislil. Pač to je bilo tako ono. Kje da mi odtrže kožo? Mal pa da so meja, mal pekoče. Kaj ti bi pa raj, da ti kožo dotrga? Meni pa tudi tako zveni grozljivo. Čeprav, oh my god, glih zadnjič sva z Janom sprobala en, ni lubrikant, ampak prav en tak gel, ki ga pač namažeš, zato da je mal bolj poveča občutljivost in je nek mentol noter, ampak ti se tako pekal. Pač ti se tako pekal, da me se namazal skoraj.
In mi ni bilo všeč, ampak sem preživela in I guess potem rajš to izberem, kakor da mi dejansko odtrga košček kože. Ker pač to pošilje, mislim, sem se tudi že kdaj urezala to in ni bilo fajn. No, res ni fajn. Ja. Ja. In potem te peče še tako ene Še par 2 dni. Ja. In Če če te pa pa sem že zgodilo, jaz sem mislila, da sem jaz čudna. ne, meni se najhujše, ko se pripraviš, da boš seksal in se tako hitro briješ in pa se porežeš. In pa se tako, fuck. Joj, to se mi je enkrat zgodilo in je bilo the worst. In pa tako veš, namesto da bi užival v tem moralnem seksu, pride slina zraven in te sam peče in sem tako pa izstrat, ne morem šlo čez to zdaj. Ja. Ja, Vse eni ljudje si dajo ingver v anus. Figing, ne? to je res, to je Tako da res. to, da peče, je čisto normalno zgleda. Eni, ne? Bi probal? Ne bi. Ne bi? Ne. Okay. Jaz tudi ne. Ti bi? Si že? Ne, nisem še, ampak I'm not opposed to it, tako če sem čisto Oh. iskrena. Ja. Zanima me. No, da izprobi for science. Boš poročala? Pa ja, ne potem. Jaz veliko stvari zadnje čase forsajo sprobavam. Ja. V prihodnjih epizodah. Ja. Ko mi čakam, joj, to me pa tako zanima. Ja, nič, nima veze. Ok, kaj bi rajš? Da lahko seksaš samo po dnevi ali pa samo po noči? To se pravi, ko gre sonce dol, more sonce ni več, Po noči. samo po noči. Ja. Tako da, če si po dnevu horni, ta flak. Počakaš, da bo sonce Pošparaš zašlo. za zvečer, pa je. Kaj pa, če si pol ful utrujen zvečer skozi? Ma, za seks je vedno moč. Ja? Ja. Nisi nikoli bil preutrujen, da bi seksal. Ne, jaz ne. Partnerka pa večkrat. Ja. Ja. Okay. Ok, pošteno. Ti? Noben še ni imel tako hitrih in jasnih odgovorov. Ne? Res, res. Ja. Čeprav, Še dobro, da mi jih nisi poslala. a ne? Da pa ni čisto preveč overtinkov, ne? Ampak, glede na to, da partnerka si rekel, da je pač bila kdaj preutrujena, a ne bi bilo pol bož, da bi prišparal za podnev, pa nima izgovora, še tako no. Glihkar si se Podnevi- zbudila. Ponovadi jaz nimam časa po dnevi. Okay. Ja. Ja, pa si vzameš čas za seks, ne? Meni doma. Kaj, prek telefona, prek Wi-Fi-ja. Ja, to je pa problem pol. Ja. Ok, vzamemo. Kaj je bilo že vprašanje? Po dnevu ali pa po noč. So zdaj možgani zablokirani. Pom jaz najprej, jaz vem točno. Jaz bi izbrala pa po dnevu. Zaradi tega, ker se mi, pač glih zaradi tega, ker jaz sem pol zvečer že velika tako utrujena, pa se mi pol ne da. Mislim, če je pobuda, se mi pol da, ampak tako ne bi pa, velika zvečer se jaz ne bi inicitirala po dnevu. Je pa tako, veš, ne vem, zjutraj, meni je najboljš med vikendi, jutranji seks, love it. Ja, vikendi, ja. To, pol, a veš, tako ne vem, kdaj čez dan, meni je fajn, I love it, meni je všeč. Sploh zvečera, veš, tako bo 6, da se spravaš, ko imaš tako, ni še prepozno, tako si Saj še dan pozimi je v redu. zunaj. In ja, po dnevu, jaz se zberem po Ja, dnevu. sem res. Ti bi imel pol rajš zimo, ne? Zimo, ja. Ti bi se pol pristajal tam na kaj švedska, finska, skus je noč, konc. Za pol leta, ja, dokler Ja. je tema. Ja, Jaz sem danes, jaz sem včeraj bila na, tule moram intermezzo povedati, na tantrični masaži, tako da danes so moji odgovori, prav ko pomislim na njih, so čist drugačni. Jaz ne bi odpovedala se niti dnevu po seksu po dnevi, niti seksu po noči, ampak mislim, da bi rajši po dnevi seksala skozi, če bi se mogla odločiti. ok. Ko po noči pa jaz nimam časa. Tako ne vem, če spremljaš kaj, ampak do zdaj so bili starini odgovori, kar se seksa tiče, če si mogel nekaj izbrati. Sploh ni nujno, pač, da ne vem, daš seks strani, ona bila tako, jaz se seks odpovem. Ona se je skozi seks odpovedala, ona mi je zdaj neko tako obdobje in zdaj se je naredil preporod in ja, bomo imeli prav epizodo o tem. Bomo imeli tudi gosta, ki je Sari naredil tantrično masažo, to lahko spolamo že zdaj. In bomo govorili o tej izkušnji in mene tako firbec smatra. Tako Ja. da, ja. A ti bi šel kdaj na tantrično masažo? Pa bi, zakaj pa ne? Evo. O, top, kaj pa ti? Ne vem. Oba dva morata iti zdaj. Mene je strah. Jaz sem tako, ne vem, če bi se počutila udobno, sploh da bi bil tako mogoče bi šla k ženski. Če, ja. K ženski bi šla lažji, k moškemu mi pa ne vem, po mojem se ne bi mogla sprostiti. Po mojem, da bi šel tudi on lažje ženski. Ženski, ja, absolutno.
Zdaj drugače, to me prav zdaj zanima, je to resnica. Zadnjič je Sara rekla, da moških ponovadi na njih ne izvajo tantrične masaže, da je ženska na moškem, pa ženska na ženski, moški pa samo na ženska. To pa nimam pojma. Se nisem še Ti zanimal. vprašala Ja, to? vse je resnica, več bom pa povedala v naslednjih epizodah. Tako da, če hočete zvedeti, kako je na tantrični masaži iz prve roke, pa stay tuned, ne? Ja, subskrbajte, da ne boste zamudili. Ja. Še zadnje vprašanje. Okay. Ali bi rajš, da dobiš obvestilo vsakič, ko seksajo tvoji starši, ali da tvoji starši dobijo obvestilo vsakič, ko seksaš ti? Ojoj, tako je težko. Najtežje smo prišparali za konec. Rajši, da jaz dobim kovani. Ja. Bi ga samo zbrisal na hitro in čau, oni bi razglabljali o tem, sigurno. Jaz sem pa prav razmišljala, pač moja spalnica je direktna spalnica mojih staršev. Torej, da živim dobite sam, obvestilo, tako da. a veš, veste pač stran. Ne bi tu spalnici z tebe. Če so v spalnici. Ne, drugače. Oboje groh. Sara, kaj bi ti rekla? Jaz bi raje, da mi starši pošljajo ta sporočila. Jaz si tako vsa sporočila spregledam, ne vem, nič, vse se mi tam samo zbriše, tako da jih sploh ne bi videla, po moje, in je v redu. Pero, Ja. ja. Niti odgovorila. Joj. Ja, drugače boljš to, kar da oni vejo za vsakič, kaj jaz. Ampak Mislim, kaj dosti sporočil ne bi dobili od mene. Jaz pa sploh si, nima veze. Ja, rajš, da jaz dobim koni, to je to. Ne moramo več o tem, I can't. Veš, kaj sem razmišljala? Mi bi mogli imeti prav nek tak zvočno naznanilo, ko pride iz enega segmenta v drugega. Ja, to sem tudi jaz razmišljala. A da? Tako, da bi pol šlo na igračke, Bi bil intimni kotiček, da ne rabim jaz napovedati, da se sam naredi neka muskica, trudu, pa je že noter intimni kotiček. Ok, čak bom jaz zdaj naredila, da vas prvič čakam. Intimni kotiček. Da bom jaz Janu ta vikend rekel, da naredi tole. Pa meni se zdi, da smo čisto dobro Vse naredili. glasbeno. Zdaj vsakič, ja. To je segment, v katerem Saro predstavlja neko seks igračko, ampak danes spektakularno bomo imeli ne samo gosta, ki bo predstavil seks igračko, ampak moškega gosta, ki bo predstavil moško seks igračko, ki je prazna doma. Ja. Bomo dali vam slike, posnetke, vse vam bomo dali. Boste vse videli, kako to zgleda. In bi kar tebe prosila, da otvoriš tole posebno epizodo. Ti je stresno, če ti prvi poveš. Ne. Ok, redo. No, v glavnem, pomembno, kar želimo vedeti, a ti je všeč, ali ti ni všeč, koliko bi ocenil od 1 do 10, a bi jo priporočal in pa kaj sploh je to. Okay. Ok, kar začni. Ja, mene je enkrat bivša punca sicer prepričala v to, da je imel lih neko akcijo fejst, da bi si jaz masturbator nabavil. In valjda, jaz nisem sploh razmišljal, sem ga sam naročil in tako je prišel domov in valjda sva ga skupaj sprobala. In bila je zraven, odla je biti zraven. Itak. Ima kar dosti funkcij, se pravi, ima zvok, oglašanje, ima 3 različne masaže, se mi zdi. Pa tako ful je fajn material notri. Sicer ne vem, s česa, jaz se nisem poglabljal. Fila se na USB-C, tako da je res praktičen, pa samo umiješ ga pod vodo, posušiš in je res ono top. No, ceno bi ga 8 od 10, 9 od 10. Ja, je kar zanimiva stvar. Ok. tako. A si sprobal na funkcijo gretja tudi? Ja, In ja, kako se ti zdi? top, Ja? res top. Ok. Ja, Joj. ga priporočam. Jaz sem še Dober. vprašanja, a lahko še vprašam Ja. ene par vprašanj? Ja. Ok, prvo. Kako si se odločil točno za tega? A ti si pač šel tam gor in si bil ta najcenejši, najbolj znižan? Ma Ali- ne, se mi zdi, da si ga prav ti takrat priporočala po svojih Ja. storijih. Ja, te spremljam že nekaj časa, sicer prej sem imel en drugi profil na Instagramu, pol sem ga zbrisal, sem naredil novega. No. Tako da te spremljam že nekaj cajta, že ko si delala pri in takrat si ga prav ti priporočala, ja.
Ja, Ja. kul. O, Ta je drugač, top. pač ti si meni poslal sliko, tako da vem, o katerem se Ja. govori, ne? Ja, In ta je ekstra tih. ja Pač res je ful je tih. tih. Še slušalke dobiš zraven. Ja, kakšen se ti pa, kakšen se ti zdi un zvok, ki ga spušča? Tako iskreno. Malo je sfejkan. No. Pač, za tiste, ki ne veste, ta masturbator je tako narejen, da zraven za realističen občutek ima posnet zvok ženskih vzdihljajev. Ampak to je tako hecno. Ja. To je tako hecno. Ja. In me prav zanima, pač, če kjer bo ti bilo to kdaj ono. To pa doda ti celi izkušnji. Ne, Ne, ne. sem ga samo enkrat klopil, da vidim. Pa si mi tako, Ja. Ej, pa se mi zdi, da se še celo stopnjuje ta njen zvok. Se Po stopnjuje moje, tako. da ja, Ste, če se ne? prav spomnim, ja. Ja. Je tako kar. Se pravi, začne tako Začne easy, potiho, pol potem je pa vedno bolj glasno. ja, kupo navadi, ne? zelo realistično. Ja. Pa ja, hecno mi je, ko še slušalke dobiš, ker Ja. mislim, Ja. a ful cute, da so mislili, da bo to ljudem kul, ampak pač zdaj imaš toliko enih porničev, ki si lahko pač greš samo zvok, če hočeš, pa imaš 100-krat boljši, pa Ja. yeah. mislim. Ampak ok. Ej, pa imaš tudi tisto, kar daš na steno, veš, ti kruzerji imajo, veš, prisesek za na steno. Ma ne vem. Veš, da ga lahko kakorkoli Pojma nimam. uporabljaš. Potem pa A ne ja, vem zdaj na sem- pamet, če ga ima. Meni se zdi, da ne, ker je že toliko sam težek. Aha. No ja, čeprav te priseski pri kruzerju se meni zdi, da so bolj tako. Jaz si ne bi upala tega dati na steno, ker so Ma vsi tudi njihovi jaz dosti ne. težki. Že Okej. tako je malo dražji Ja. in da mi Da, se, ja, da ti dol da pade. se mi tam razbije pod tušom brez veze. Ja, je pa ful hudo, ker gre ta embalaža, pač ta plastika gre tako Se dol odpre, in ga ful enostavno potem ven dobiš, pa sam ti srednji del pereš. Lepo spereš. Kako se odpre? Ja, tako je. O, ok. Ful ima praktično. Top, Res. debes, ker ponovadi moraš uno izvleči ven, pa ne vem kaj, ne. Debes. Ok, Ja. ful laber. Kako ti je bilo pa, ko si to skupaj s punco probal? A ti je bilo tako hecno? A si Ma- prvič, ko si ga prav prvič je mogla ona biti zraven? A si Ja. lahko najprej sam? Pa... Ne, je bila prav prvič zraven. Ne vem, malo mi je bilo, po pravici mi je bilo malo sram. Ja? Kako Ja. se pa njej zdela, ti je rekla kaj? Ma ne, ona je vedno bila bolj za te igračke in to in je bilo čisto navadno. Cute drugače. Pa je zdaj tudi tep navadno, tako naslednjič, kaj bi tu Pa počel. zdaj ne uporabljam ga neki full, ampak ko ga mi je tako normalno, Okay. mi je kul. Cool. Top. Jaz sem tu drugač. Ja, no, enkrat kupila en masturbator in sem lahko, jaz sem zdaj to gledala sama. Sam mislim, da ga je prvič, ga je sam, mislim pač prvi parkrat ga je imel sam, pa sem pa tako, no. Si malo Kaži bolj mi. prijazna. Pa sem bila kar malo ljubosumna. Pač, ja, zato jaz ne bi mogla to otročko, ker sem bila kar tako, on s tem ple uživa. Ja, insane. Pač prav tako sem bila, prav tako sem se zavedla teh misli in sem bila, what is happening? Ja. Tako da ja, pač tako ful mi je bilo zanimivo, pa tako pač seksi, ampak tako sem bila, to sem jaz, to zvara deli. Ampak ful mi poroča, tako. Boljš bi bilo, če bi še jaz nekaj zraven delala. Sam sem hotela res se osredotočiti pa gledati tist. Ja, tako. Ej, pa se jaz vem, da je pač seks vsem ljudem kao boljši, ne? Ampak je tako čist drugačen občutek, kot je v resnici. Ja. Je drugačen. Je, ja. Ne bi mogla, ne vem, kam mi recimo, ne, ženske, če uporabljamo vibrator, to je pač čist drugo. Nikoli ne bi moški mogel Vibrirati. vibrirati. Ja, Štekaš, je itak, isto ja. pri tem masturbatorju. A ne vem, boljši je seks, Ja, itak. je boljši, ampak dokaj približa, da jim reči, ta je res tako v redu. Okay. Okay. Je tako ful mehak, Ja, ne? tako Cool. mehak. Pač je, bolj res mehak, kot dejanska piška. Ja, ne? ja. Okay. Ta material, ne vem, tak je, res je. Ja, to je nek real skin, se kao imenujejo te materiali in so ja, mehki. Pač Mehki, jaz, Ja. to si prav ne moreš predstavljati, dokler tega nimaš prvič v Res je, rokah. ja. Ker jaz še zdaj vsakič, ko dobim kakšen masturbator v roke, jaz sem tako, jaz to krada prste noter Bi ga dajem. To je kar prav mečkal. stres. Ja, 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 ja. prav sproščujoče je in jaz bom zavedno užaljena, ker ne bom nikoli tega občutka mogla občutiti na mojem penisu, ker ga nimam. Jaz sem kar jezna včasih malo. Le, kot smo že probali stvari, tu pa ne bomo nikoli. Tako. mogli. In to ni fair. Ja. Ja, nič. Boš ti naprej? Ali grem jaz? Lahko jaz. No, daj. Inspiracijo za probati to igračko, to je vibrator Femgasm, sem dobila iz epizode z Jeno Dick.
bo prišla prej Jana Dick, pred naš, no, z Jano Dick zadnjič, ko je ona govorila o neki igrački, da je uporabila na penisu, je bila tudi ta. Tu ima dvojno funkcijo, na ta zgornjem delu ima en tak tapkajoč. No, prej smo se pogovarjali o praznih igračkah. Dela? Ja. Oh! Čakaj. Okay. Na ta zgornjem delu ima tako tapkajočo. Vidiš? Daj pokaži proti kameri. Tako. Okay. Na tem delu ima pa ful močno vibracijo. Ful močno. Ful močno. Jaz imam tudi tega doma in... Jaz obožujem to stran tapkajočo, ful drugač. Ker ne navadno, ker je res nežna, ampak meni dajejo ti tapkajoči vibratorji občutek kakor vodni curek, tak konstanten pritisk je. Ja, kakor vodni curek, and I love it. Liquid Air je to poimenoval vse te stvari, Ja. mene taj poimenoval tako hud. Ja. Liquid Air Technology. The best. Ja, taka pa vibrira je pa tak mehak v bistvu, pa bi pričakoval, da nima ful vibracij, ampak ima. Jaz večino časa uporabljam tega, top mi je, to je ena mojih najljubših igračk, po moje. Zadnjič me je kar presenetilo, da je Jana govorila o tem, da na penisu uporablja in pa sem se spomnila, pa sej res, ne, tu tapkajoče lahko uporabljaš na... Sam ona je rekla, da uporablja vibracijski del, da je tapkanje mal prešipko, da to je pa kul. Ja. To so res pač, te vibracije so tako močne, kot pri kakšnemu masažerju, ki so tako res orang. Saj meni pač. Tu je najnižja stopna. Ja, že ta je močna. Ja, ne? Ja? Tako jo predstavljaj si to na penisu. Okay. Ja, Na tu je glavi. ful, ona Jana zgleda, ima rada tako močno, ampak jaz si pa predstavljam, da na frenulumu bi znalo ta tapkanje biti ful dober. Jaz dam temu oceno 9,5 od 10, že ful dolgo časa je one of my favorites, ampak pozabila sem, da jo imam. Zadnjič me je spomnila. Ja, tu je tu. Obstaja modra verzija, obstaja tudi roza verzija, tako da če hočeš ti kakšen femgazem, orgazem, pol pejt na pitchpap.si pa uporab kodo med nama 10. Jaz bom še dodala, ker imam tudi tole. Najboljša stvar, ki sem jo jaz testirala, je bilo, no, jaz sem uporabljala 2 igračke naenkrat, to je high effort za Saro, ampak ki je samo za G točko, daš noter, pa tole, pač ful je fajne oblike, tako res se lepo prslo na klitoris in ful glih prav veliko površino zavzame. In to so taki hudi orgazmi, da noro. Meni sicer tale tapkanje pri femgazmu ni toliko potegnil, sem si pa zdaj naročila, o tem bom govorila v prihodnji epizodi, ampak enega od Satisfyerja, ki ima to tapkanje, ker sem ful navdušena nad enim iz koledarja, ki je isto za tapkanje. Sem pa tako, da vidim, a je še kakšen tapkanje, ki ga lahko dejansko kupiš, ki ni iz adventnega koledarja, ki ga ne prodajajo več. In mi je bilo ful všeč. Tako da, ne vem, mogoče se je moje telo spremenilo, pa moram še enkrat sprobati ta tapkanje, ker jaz sem zdaj skozi ta vibracijski del uporabljala. Tudi med seksom ga je ful fajn uporabljati, pač glih lepo zraven pride, pač držiš ga in vse. Tako da ja, jaz tudi tole bi dala 9 od 10. Ej, še en komentar imam. Veš, jaz skozi govorim, da so mi tisti, ki sesajo, ful premočni. Pač, če so komu unisesalni, premočni, oziroma je tak preveč intenziven občutek, imam jaz občutek, da vam bo tu ful všeč. Tako tapkanje je moj favorite gib pri igračkah. To je to. Ok. Jaz imam pa danes obroček za penis. To je iz tiste škatle, ki sem govorila, da mi je Sara iz Pitchpopa zrihtala za ta intimni kotiček, da bomo zdaj nove stvari imeli. In jaz sem si ful dolgo želela en tak proper obroček. Imela sem enega, ki je imel ful mehno površino in me je motil zaradi tega, ker če si se hotel premikati, si ga hitro zgrešil potem. Ni bilo tega konstantnega stika s klitorisom skozi. Ta ima pa ful večjo površino. Ampak problem pri temu, zato ker je pač tako debelejši, je pa, da dejansko odzame malo dolžine pri penisu. In glih pač tako, ne vem, 1 centimeter recimo. In ta 1 centimeter se res pozna. Ja, se tu zmer pravi. Res sem bila presenečena, ker jaz sem to že rekla, ne, ampak pač
meni je odjana penis, perfektne. Pač ne bi mogel bolj biti. In polkrat, ko so dala to gor, je bilo klih malo premal. Pač recimo, če sem bila jaz na vrhu, ker meni je najboljš pri obročkih, ki vibrirajo, da si na vrhu, ker potem lahko kontroliraš pač to, da ne greš to gor pa dol, pa da se samo drgneš, da je skozi stik klitorisa s temi vibracijami. Sam. To ni bilo tizga, ko ti penis tam drgne ob vrh nožnice. In sem pa to pogrešala. Pa skozi me je bilo strah, pač da njemu ni cool. Pa sem ga vprašala vmes, ko ne trikrat, sem tako, a te kaj boli, pač ne vem, a to kaj pritiska na te. In on tako, ne, ful je v redu. In jaz tako, ok, cool, pa še kar. Tako da, Sorry, jaz imam par vprašanj. Je kaj pa od ozadje? to pa stvari so obrobala. Ja, od ozadje pa obroček navzdol obrneš, sem pa A ja, on za ne sme, njega. on ne sme ful ven not, mora se bolj nasloniti, ne, in pol... No, probaj še to. Pa tega sem vzela, ker je nastavljiv, zaradi tega, ker sem vedela, da če bom vzela enega navadnega, mu bo pač preozak. In pri teh obročkih edina slaba stvar, ki so vibracijski, je, da če je penis mal debelejši od povprečja, je hiter premehen. Ta je pa nastavljiv in lahko prilagodiš. Ampak minus tega, pa če zdaj ful govorim, kakor da mi ni všeč, drugač mi je ful všeč, samo moram povedati te malenkosti, ki so me zmotile. Pač ne stisne njega tok. A ne? Pač mi dva sva ga, pač tako dost raztegljuje tole in potem tudi, ko ga zategneš, mu ne stisne tok penisa in pol ni tok tega učinka, ki ga drugač da obroček za penis. Nama ga daš malo v roke. Tako da, overall, ful mi je všeč, ko da neko dodatno stimulacijo. Jaz ne bom nikoli pozabila. Jaz sem med seksom razmišljala o tem, ko mi je enkrat ena kolegica rekla, ko sem mi tak obroček zrihtala in mi pisala, Lucija, to je nekaj najboljšega na svetu. Meni tako ni še nikoli prišlo, kot mi je zdaj s tem prišlo. Oh my god, zakaj mi tega nisi že predala? Zelo tako, ja. Drž, ja. Me veseli, da ti je všeč. Tako da, fajna stvar, kar se mene tiče, Vibrira ful. ena boljših stvari Ok. tako za pare, zato ker imate dejansko oba nekaj od tega. Ampak, recimo, če imaš pa občutek, da je pač penis od partnerja predolg in bi moral vzel kakšen centimeter, tadam, to, Ja. polobar. Če pa krajši ga, pa nič hudega, ker imaš stimulacijo na klitorisu. Pač malo kompenziraš, ne, sej, daš malo gor, malo dol. Tako da, overall, jaz bi mu dala 8 od 10. Ja. Ga boš še uporabljala. Ja, moram ga zdaj probati v dogiju, v misionarcu. Pač mi Ja. sva ga v resnici samo v enem položaju, ker ga nisem imela pa priložnosti fulkrat testirati zdaj v tem kratkem času. In mogoče pa še kdaj Noge, drugič da v izdaš za prihodnosti. vrat. V misionarcu in pol bo pač daljši, ne? Bom jaz to na Instagramu še kasneje enkrat predstavila, tako da me followajte na Živo Lucija, tukaj pa boste slišali part 2 tega reviewja, ko ga je še malo več testiram. Ampak zaenkrat sem ful zadovoljna, pa res mi je všeč, ko ima to veliko površino. Top. Všeč mi je, ko je silikonski, ko je vodoodporen, ko je nastavljiv, lep je, pač tako, res top. To je to. Če bi vi tudi radi tole sprobali, lahko uporabite kodo med nama 10 na Peach Pop trgovini, ki je Sarin sex shop. A to veš, da ima Sara svoj sex shop? Sem preveril nekaj, ja. Nisem pa še nič nabavil. No, bom še to povedala. Sara, a boš ti povedala? Jaz se opravičujem. Jaz sem pozabila darilo za tebe doma. In zdaj bomo ti ga po pošti poslali. Tu se je zgodilo že drugič, odkar Ok. smo imeli glihane 2 gosta v tem podcastu. Zdaj pa ne bom ti povedala, kaj smo ti dali. Zmenjeno. Tako da dobiš presenečenje domov. Ok. Vi pa ne boste, ne vem, ne boste izvedeli. Javim na Instagramu. Ok, to bi bilo top. Pa The tagi best. med nama, kaj Bom. smo bomo delili na Bom. Instagram. Evo. Ja. Tudi jaz imam danes izposojen računalnik, ker je Sara računalnik pozabila. Ampak nič hudega. Veš, kaj imamo posebej zate? Tole je pa čokolada od najnega sponzorja in je taka erotična čokolada, tako da tole boš lahko sprobal. To je en del Hvala. najnega darila, en del pa Hvala, dobiš po hvala. pošti. Tako da lahko tudi sam sprobaš, lahko s partnerjem, kakorkoli poveča občutke. Partnerja nimam, partnerke pa tudi zaenkrat še. ne. No, vse. Lahko prešparaš, lahko pa nič zdaj. Pa mal, a veš, si narediš en tak večer zase, Tako, pa tako. vzameš Sem ne smeš masturbator cele ven. pojesti, po A, mojem. to je tisto, ki ste zadnjič Ja. govorili, Ja. samo en košček, največ 2. Tako, Ja. Največ 5. Največ 5. Ja. Ja. Jaz se ne 1 do 2 Ja. priporočam. Okay, hvala.
Pa zdaj še neka nova, zdaj ta, ima prav tako take večje koščke jagode gor. Ja, okej. ful zanimivo. Dobro, midva sva, no jaz sem na Instagramu dala vprašalnik za ljudi, da vprašajo vprašanja. Kaj? Jaz imam še eno vprašanje. Vprašaj. Katero bi pa od teh igračk prej uporabljal? Ali pa raje, ali pa si jo že? Obroček bi. Okay. Nisem pa še nobene. Okay. Še to, za moške. Obroček lahko obrneš tudi navzdol in ti potem na modih vibrira. Tako da jim to ful paše. Ja, se verjetno pa še. Okay. Pa lahko uporabljaš tudi, evo še ne par stvari sem se spomnila, lahko uporabljaš tudi kot nek bullet vibrator. Recimo, lahko tudi po telesu, po erogenih conah, lahko samo tako, da ga pač nimaš na penisu, pa na klitoris daš, lahko pa ženska uporablja ali pa moški na moškem, kakorkoli. Na moškem se v glavnem lahko uporablja na presredku. To je med modi pa anusom, pa prsomnoš tam gor in potem se ukvarjaš z modi, pa z penisom in pol ti tišče zraven vibrira in je tudi fajn, ker posredno stimulira prostato. Tako da ne rabiš nič sploh noter dajati, pa je še vsem prostata malo stimulirana. Tako da ja, to. Cool. Ja, vprašanja. Nekaj vprašanj z Instagrama, nekaj vprašanj, ki jih Saro zanimali, nekaj vprašanj, ki mene zanimali. Skratka, preden gremo na tista spicy vprašanja, bi rada sam, da razložiš svojo diagnozo nekomu, ki ne ve ničesar o tem. Ok. Jaz sem paraplegik. Ne bom se zdaj poglabljal spina, bifida, melomelingokela in to, ker ne boste razumeli nič. Paraplegik, v bistvu sem se rodil s odprto hrbtenjačo, v velikosti jajco je bilo odprto in notri je bilo pretrgano živčevje. In to so mogli izrezati in prekriti s kožo in maščovjem. In posledično potem tudi nog ne čutim, in jih ne morem premikati, ne morem stati, ne morem hoditi. Nekaj malega lahko premaknem, sicer, ampak dosti ne. Tako da zaenkrat to še niso najdli nekega zdravila operacije. Delajo raziskave v Franciji in Ameriki baje. In Wings for Life, ki poteka v Ljubljani, se teče po celem svetu ob isti uri, ravno za raziskave za paraplegike. In grejo vse štartnine, vsa denar gre za te raziskave. Tako da to je nekako z odprto hrbtenjačo se rodiš in potem posledično ne čutiš nog, ker ti tak prerežejo še dodatno živce. Pa zdaj, ko si tu rekel, tako da delajo raziskave, Ja. pa oprosti mi, če bo kakšne neprimerna Ne, vprašanja. ti kar pa še jih ni neprimernih. Okay. Kaj tu pomeni v teoriji, da lahko se enkrat zgodi, da boš ti pa čutil noge? Delajo na temu, da ja. Okay, Ker tudi veliko paraplegikov je po prometni nesreči, ki si ta vretenca uničijo, ne? Ali od pasa, ali od prs, ali pa celo od vrata. In potem, da bi to nekako povezali, ali neke čipe, ali ne vem, karkoli dali. Okay. Zanimivo, nisem Nekako, vedela da bi tega. to zvezali skupaj. Top. Okay, zdaj vprašanje, kaj tako vse zanima. Okay? Ne čutiš nog, Ja, čutiš vse ostalo. tako. To je važno. No. To je važno. Se glede na to, da je prej povedal, da lahko masturbator uporablja, a ne? Ja. Tudi stegna tle, to čutim. To je tako ful smešno. Stegna čutim v spodi, ta meča, pa ne. A prav tako na neki točki je, ki pač ne Tako, čutiš več, a se tako. ti tako stopnjuje? Ne, tle vse normalno, tle pa naprimer ne več. Ok, Zanimivo. zanimivo. Zgleda, Ja. kot je primu ta živc. Ne vem. Tako si jaz razlagam po domače, po kmečko. Jo, jaz sem imela predstavo, da tako kar pol čist nič ne čutite. Ja, to ponavadi po prometnih od pasa dol nič ne čutijo, se pravi tudi orodja. Kakšni pa od prs dol poznam tudi. Tudi trebuha ne čutijo in teh trebušnih mišic in tega. Okay. Ampak pol obstajajo naprimer različni pripomočki, ki pomagajo, da lahko še vseeno. To sem jaz Vsaj gledala. svojo partnerko zadovoljiš. Ja, jaz sem na TikToku gledala, Se bom ki potem je... še povedal, kaj več o temu. Daj, prosim. Ja. Ko sem videla v tujini, mislim, da je bila Amerika, je en razlagal, da pač ima neko tako injekcijo, ki se jo da, da Tako. ima lahko erekcijo, Tako. ampak te injekcije so ful drage. To je tako, Tako. ne vem, 100 evrov na injekcijo. Ja, ja. Kako je to drago? In pač v Sloveniji imajo? Ja. Okay. A pa je to v Sloveniji pokrito z zavarovanjem? Doplačaš še vseeno. Tako veš koliko? Ja. Koliko?
tam do 90 do 100 evrov. Za enkrat. Dobiš tako paket, ne vem, 20 tablet, Okay. če govorimo o tabletah, če govorimo o injekcijah, dobiš 3 injekcije. Ampak eni lahko sam tablete, eni lahko sam injekcije, ali pač vsi lahko vse. Eni lahko injekcije, eni lahko tablete. Zadnjič sem govoril z enim, ki smo trenirali skupaj košarko. On za boljšo in še močnejšo kombinira oboje skupaj. Pol imaš te kamagre, gele, kakšni tudi vse troje, strpajo vas sam, da drži, Oh. da ne prije pol do kakšne te smešne situacije, da pade dol slučajno. Okay. Je pa res, da moraš najti sebi primerno, ker drugače imaš močne glavobole, vrtoglavico, tudi slabost pride. Oh, meni je hudo zaradi tega, Ja. ker je toliko drago to. Je pa res, ja, to je ful drago. Ti, če hočeš normalno seksati, moraš dati, ne vem, za 3x 100 evrov. Pa 3krat lahko v enem dnevu seksaš. Ja. Se to. Pa si predstavljaš, to sem jaz pol razmišljala, a si predstavljaš, da daš toliko denarja, pa ne vem, ni toliko dober seks. Kot včasih pač seksaš in ni toliko dobro, Tudi- včasih je pa najboljši. Tudi To, to se zgodi, ali pa pač kakšna tableta tudi kdaj ne prime. Ne? plačeš, Ja, ves ta dan in ja, pol ti ne ja, prime. ja. Oh, joj. Pol sem pa govoril, zdaj se pravi, obstajajo injekcije, obstajajo tablete, obstajajo geli. Sem pa govoril enkrat z enim urologom, ker sem šel lih s tem namenom, da mi malo pojasni, če bo prišlo kdaj do tega, da bom mogel kaj takega uporabljati. Obstajajo te, koliko 4 stvari in potem, če nobena od teh ne prime, greš na operacijo dejansko, ki ti ustavijo pumpico notri in potem ste. Pa imaš en gumbek. Ja, ne? nekaj Ja, takega, to sem ja. videla, pa imaš en gumbek in ga In pritisneš. to pritiskaš in Ej, Ne, tako ampak pa to bi taka lahko šli pumpica že iz- Pumpice, ki ti Ko dajo neka- jajčka. ja, In neka pa dobiš prav tako besen, Ja, zato da ja, vadaš to ja, stiskanje, da pač se navadaš, kako stisniti to, da nimaš pol problemov. In To pač ti sem jaz stisneš- govoril ja. z urologom, nisem še vedel, kako dejansko zgleda. Pravi, da tudi že v Sloveniji to obstaja. Greš za ene 3-4 dni v bolnico, ti to naredijo. In Okej. potem. Sama ni to v moji glavi? Je to boljša najboljša rešitev, kot tiste rešitev. ta prve 3. Ja, ja. Ker pač to enkrat narediš, Enkrat in pol je narediš to in v pol tebi. imaš celo življenje. Ja. Pa nimaš glavobolov zaradi Ja, tablet, ja. pa Ja. nimaš unga straha, bo prijel ali ne bo. Tako je. Ja. Jaz bi se za to odločila. Jaz sem sicer firbec, sem sproval že injekcije, tablete, gele, vse. In? Sem rekel, da sprovam, da vidim kaj. Z injekcijami je ful čudno, malo boleče, ker se moraš pikati direkt. Kam direkt, V oprosti. penis? Ampak A v glavico ali v telo? Ne v telo. Okay. direkt noter. Kako globoko moraš iti? Ampak Ma ne, to je par milimetrov, ampak že uni feeling. Ja. Ja. Ajoj. In koliko časa traja, da zagrab? Tam pol urce nekje. Pa mora biti penis v erekciji, da Ne. ne. A ja, valjda. Pa ti ga spravi erekcijo. Ja. Okay. Pa veš, da je ready. Tako. Če bi Ne pa smeš v- pa predozirati, ker so šli fantje, ki jih poznam tudi že zaradi tega na urgenco. Ker je to stalo 10 plus ur. Ja. 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 Ja, Pol ne moreš na WC, lahko ti poči mehur, lahko to lahko. drugače, sorry, Ja. ampak tako mi je Je- smešno. Najprej ja. se ful trudiš, da ti Ja, vstane, pa dejansko- moraš iti pa na urgenco, da ti ga daš Ja, zraven. ja. Drugače. In kaj naredijo na urgenci potem? To nisem spraševal, ker že to sem se smejal. Pa. Ti je stisnil toliko tega notri, da ni mogel na WC niti s katetrom. Joj, Ja. strašno drugače. Juj. Kaj vse je treba narediti za en seks, pa ti gre Ja. tako vse narobe. Kako je pa s pogovori z zdravniki o tem, a so odprti, ali jih moraš ti nujno, a jih moraš ti nujno sam vprašati, a sami ti kaj povejo, ali kako pač. Že nasploh o invalidnosti se ful premalo govori. Tudi med zdravniki, tudi med urologi, tudi med zvezami paraplegikov. Naprimer, jaz sem paraplegik, jaz ne vem, kako je v drugih zvezah. Ne. Že teh imam preveč včasih. Tako, ful premalo. Ful moraš ti vleč ven z njih, hej, kaj mi pripada, kaj to, kaj uno, kako to narediti, kako uno narediti. Jaz sem dejansko, to se je zgodilo, ma ne vem, 3, 4, 5 let nazaj, dejansko sem šel sam s tem namenom do urologa, da jaz njega vprašam, takrat sem imel res redno partnerko, bil v resni zvezi in sem rekel, lej, če prije do tega, da pač mi kdaj zataji,
kaj lahko vzamem, kaj moram narediti. To mi povej. Me sem tako debelo gledal. Sem rekel, kaj me je tako, to je tvoje področje, povej mi, sej to mi pripada. Ne? Se bom plačal, na koncu moram plačati v vsakem primeru. Dati oni bel recept in čau. Ful premalo se o tem govori. Ne vem. Jaz mislim, da bi tudi mogli, ne vem, društva, zveze nam malo več o temu, ne vem, ali kakšno predavanje narediti, ali pa ne vem, da bi nam že pripadalo, da greš ti do urologa in narediš nek posvet, pogovor. Če ne moreš, ti pripada to. Je za doplača toliko. Sej na koncu boš doplačal, pa za en dober seks boš doplačal. Lej, vse je človeško, kaj, sej nismo itak. nastali, ni na štorklja prineslo. Ja. Doplačaš, ne, ful premalo se govori o tem. Zdaj ne vem, nimam sam jaz takih izkušenj. No. In pol dobro je, da nam pripada vsaj enkrat na leto preko društva zveze paraplegikov Slovenije toplice, 14 do 17 dni. In tam gremo taka klapa, ki govorimo o tem, ki si povemo, pripada ti to, vzami to ti pripada, ta zakon je to. Veš, da si vsaj mi mladi, govorimo od 20 do 40, 50 let, da si povemo, svetujemo, si damo kakšen nasvet. Ker drugače je ful premalo. Hočeš reči, da tvoja izkušnja tako v življenju ni bila, da ti pač servirajo na pladnju informacije? Ne, nikoli. Aha. Ne. A se ti zdi, Okej. kot da je bilo temu zdravniku kar malo nerodno, da ti mora zdaj on to razlagati? Ja, na začetku ja, pol sem pa jaz, ko je videl, da sem jaz tak, tako da bi se pogovarjal, ne vem, s svojim sosedom, pol je pa se tudi on odprl in mi povedal vse te zadeve in injekcije in tablete in pumpice in... Ful škoda, ker hvala Ja. Bogu si ti to odprt, Ja, pa ti ni problem ja. o tem govoriti, ampak predstavljam si, da je veliko takih, ki mi je pa narodno vprašati. In Absolutno pol ne bojo je. nikoli, mislim, Tako. ti prideš do zdravnika, pričakuješ, da bo on zdaj tukaj profesionalen, da ti bo povedal stvari, Ja. ne da moš ti iz njega vleči, Ja. pa pač ti poskrbeti, da bo njemu udobno, ker bi mogli biti obratno. Ja. Ampak Ja. razumem, mislim, verjetno se tudi zdravniki v tem sploh, pač verjetno nimajo neke izobrazbe prave, kako se o tem pogovarjati. Verjetno res, ja. Tega je tako manjka, Bi ta pa spolnost je rekla- tak tabu, še zmer, nažalost. Da tudi pač moški se nasplošno o tem težko pogovarjajo. Ne? Ja. Veš, tudi, Meni je bilo tudi nerodno, ne vem, ja, še 5 let nazaj. ja, in tudi če ima tako, da sem hotela reči navaden moški. Ja. Vse se razumemo? Ja. Če ima pač on probleme, tudi ne bojo šli, ne? Tudi Saj ne to bojo je, šli ja. k zdravniku in ne grejo in tudi jim je ful grozno, ne? Ampak v tistem primeru skoraj malo razumem, ker ne more ti kar zdravnik začeti razlagati, ne? Ja. Štekaš, ampak ti pa pol praviš, da si v bistvu, da bi pričakoval, da ti kaj več povejo. Več, da mi povejo. Ste slišali zdaj vsi? Ja. Zdravniki. Jinx. Ja, poziv sem zdravnikom, dajmo malo več o tem govoriti. Ja. Ja. Pa Zveza paraplegikov Slovenije Tako naredite je. kakšne predavanja za Ja. njih, da bodo vedeli. Hvala Bogu, da Se imate te pridružim. toplice. Ja. Pa je pol tako spolnost, ne, pa ti težave s spolnostjo je tudi tako ful velik v bistvu problem, če vam še sploh noben nič ne razlaga o tem. Tako je, že tako je problem, ker Ja. to je itak vse oživčeno, je dosti živcev, žil, krvi, vsega tega, da prije do tega. Že tako smo prikrajšani, če govorimo o celoti, ker imamo pretrgano, ker ne čutimo, eni čutimo, eni ne čutimo. In potem še, da nimamo teh informacij in pripomočkov na dosegu roke, pravno si vržen v svet, znajdi se. Ja, Ja, sej lepo, znajdi se. Moraš se znajti že, kako boš prišel od točke A do točke B. Sploh, ne vem, stopnice, to pločniki, uno gore, dole. Pol pa še pri spolnosti, ki je zdravstvo, dajmo reči. Mislim, ne dajmo reči, je zdravstvo. Še tam znajdi se. Vleči ti ven z njih. Drugače, v tujini imajo ponekod prav ljudi, ki so kakor te pomočniki, ki pomagajo tudi pri spolnosti, ki so prav za to specializirani. To sem slišal, ja. To pri nam niti približno verjetno ni, ne? Ne vem. Nisem se nikoli zanimal, ma po moje ne. Po moje bi slišal to, nismo bi še zikar bi toliko kakšen, razviti, ja. ja, verjetno. Se tudi v tujini je to še zelo taka nedodelana stroka, ampak vem pa, da se govori o tem, da bi naredili za invalidne osebe
neke programe, da bi potem tudi oni bili deležni spolnosti. Ja. Tudi prav v bistvu neke vrste sex work, da imaš te terapevte, ki v bistvu prav imajo tudi spolne odnose z osebami, Ja. ki so gibalno ovirane ali pa imajo ne vem, kakšne posebne pač druge potrebe. Ja. Ker se zavedajo tega, da je spolnost pomemben del življenja in jim hoče tudi ta del omogočati. Ali pa recimo uporabo igračk, ker nekateri si ne morejo sami naštimati, da jim potem vsaj naštimajo, pa jim potem pustijo njihovo zasebnost, pa oni potem lahko to opravijo. In ja. Mislim, da tako nam, kakor zveni, kadar spolno štima, zveni, kakor samo nek mehen del življenja. Ja. Ampak kadar pa ti tako noben je nič ne precej pove, pa veliko. kadar ne štima, ti pa kar vzame veliko možganov. ne. Je kar. Okay. Ful mi je bilo lepo, zdaj ta Maša, Ferčna Maša je imela predavanje neko za sicer, to je bilo pa ne vem, za koga točno, v glavnem za tudi neke disabled, ker so pač oni ugotovili, da je tudi tako velik del njihovega življenja, še sploh pol, ker jim tukaj časa noben nič ne pove, da te čist prevzame ta cela spolnost. Ja. In mi je bilo ful, zdi se mi, da bi res mogli več poudarka na to. Ker tle ni potem sam seks, tle je potem tudi, kako si ustvari družino, Ja. kako pride do otroka, kako pride do oploditve, kako... Misliš, da je to zato, ker se mi Ženska ne rabimo s zanosi. tem ukvarjati in pol, ker pozabimo na vas? Ne vem, si sploh Po predstavljati. mojem. Ker se dejansko res, če pač itak smo toliko konzumirani z lastnimi problemi in z lastnimi težavami, pa kar pozabiš na druge. Ja. Mislim, če te nekdo ne spomne, ali pa če se ne gibaš v teh krogih, pač pozabiš. Jaz, na primer, sem šla, veš, se spomniš, ko sem šla predavati na eno društvo za slepe in slabovidne o spolnih igračkah. In ko sem se pripravljala, sem ugotovila, koliko je enih stvari, ki sploh ne pomisliš na njih, zato ker vidiš. A ne, Ja. ker imaš na primer kakšne igračke, ki se pržgejo in moraš ti držati najprej gumb, pa začne lučka utripati in ko je lučka utripa, veš, da je pržgan in pol še enkrat klikneš, Ja, da se ja, pržge. ja. Eni so pa taki, da sam držiš, pa začne vibrirati. Ja. Potem za vklopiti. Ene imajo tak najmanjši možen priključek za polnjenje. V bistvu je taka mehna lukenca, ki jo moraš ti predreti. Silikon je čez in moraš ti predreti. In pač ljudje, ki vidimo, jih velikrat ne najdemo. Tako, ljudje pošiljajo sporočila, kako se pač to fila in ne veš in ne najdeš. In če si pa slep, pa sploh ne boš vedel. In tako take stvari, ki so nam čisto samoumevne, z nekoga pa problematične. Tako da, ja, tega je res Sej premalo. zato me tudi kakšno opomni. Ja, ti govoriš samo o paraplegikih, dej govoriš o slepih, o gluhih, Ja, ne morem, ne vem, Ja. s čim se Ja. oni dobesedno spopadajo. Ne vem, kaj je njihova ovira. Jaz ti lahko povem, kaj je moja ovira, ker sem že od rojstva na vozičku, naprimer, ne. Lahko ti to povem, ne morem ti povedati, kaj zdaj tle slepemu. Jaz lahko predvidevam, ampak ne bom ti 100% povedal, Ja, niti itak. kako se on spopada s tem. Pol me to bombardirajo na TikToku, tam itak je milijon komentarjev, takšnih in drugačnih, ne bomo zdaj o tem. Ampak ja, jaz vam lahko povem na svojih omrežjih, tudi YouTube zdaj odpiram, mislim, so že 3 vlogi gor, dejansko o paraplegikih, o samem sebi. Ne morem jaz zdaj govoriti to, veste, koliko je teh Ja. invalidnosti. Ja. Ker da bi mi zdaj tle prišli in Ja. bi govorili o paraplegikih, pa tebe ne bi Ja. bilo zraven. Pa že paraplegiki, nas je ful različnih paraplegikov. Saj to. Pa imajo isto bolezen, okvaro kot jaz, pa čisto drugače gledajo na to, naprimer. Zveni, kakor da kar veliko veš o teh stvareh. Ja. Si kdaj pol razmišljal, da bi pač ti bil ta pobudnik, ki bi nekaj, ne vem, spremenil, povedal ljudem? Jaz sem že velikokrat predaval tudi in na osnovni šoli in v vrtcih celo sem se približal otrokom, kako je. In s košarko smo hodili predavati, predstavljati šport, ker sem 8 let treniral, da približamo vsaj mladini temu in na fakultete smo tudi hodili in na Soči smo imeli razne predstavitve, tako da sem že tudi to delal. Bi pa absolutno bil pripravljen še kdaj komu kaj predstaviti in povedati, ker ta govor mi kar gre, no, ker teče, ko začnem in potem. Mislim, da se znam tudi ljudem tako približati. Zato sem tudi rekel, dajmo na TikToku odpreti, ker ni še nič podobnega, vsaj v Sloveniji ne, v Ameriki je ful tega. Dajmo na Instagramu, na Facebooku, tam je že malo zastarelo vse skupaj.
Tako da ja, zato sem šel tudi v to. No. Ful dober. Pol pa tudi naredim kakšno foro, ne vem, me vprašajo, kako ti spiš na posli, lih zadnjič sem TikToke Reels, Sem pa videla. Reels objavil, čeprav sem se ful zafrkal v voziček, najprej spucati in ga spraviti na posli, a da nice umazem. In sem se tako odgrnil z deko in je bil voziček zraven. Pač ja, kakšenkrat tudi kakšno glupost posnamem. Ej, pa mislim, da pol prav s tem, kar si prej razlagal na začetku, ne, da, tu, da ti kdaj kdo reče, joj, pa ti nisi invalid, ti si gibalno veren. Mislim, da tu gre prav nasprotju s tem, kar bi se mogli pogovarjati. Človek se pol prav boji kaj reči, ko naslavlja take težave, ne? Pol fulbel, ne vem, vsaj meni, fulbel resno zveni, gibalno veren. Kaj si bo zdaj kakšen mislil, ne vem, invalid pač. Že ne vem koliko. Ful smo ratali občutljivi na te stvari. Isto avtizem ni več, avtizem je nekaj drugega. Invalid nisi, ne smeš biti več invalid, si ne vem kva. Tle TikTok, avtizem, meni se zdi, da zdaj že vsak drugega mu pišejo, ti si avtist, ti si avtist, ti si avtist. Kaj je z vami, ljudje? Ja, Kakšni so res prizadeti, res. Problem je, ker drugače tega res vse več, ampak jaz mislim, da je zaradi načina življenja. Tudi, ja. Ker drugače, to mi je pa zadnjič mami razlagala, moja mama dela v vrtcu in imajo pol vsake toliko časa predavanja in koliko na zarodek, pa potem na otroka vpliva, če si na telefonu samo po 6 uri. Pač, da si ti po 6, ne, zaradi tega, ker vpliva na ta hormon za spanje in to. Ja, in scary, kva pa šlo da delaš? Stvari, ne, pač res vse je, ta tempo življenja, ki ga imamo, pa način življenja ful vpliva na bodoče generacije. Ja, pa tudi, ne vem, starši samo vržejo tam otroku telefon, da se zamotijo, da imajo mir. Ne vem, pri meni ni bilo tako. Moja mama še zdaj jedva, da zna uporabljati ta pameten telefon. Jaz, ko prijem do nje na obisk, dej pospravi telefon, si non-stop na telefonu, pa vam skoraj 30 let, ne. Zdaj pa odraščajo s tem in toliko filajo te glave in še delajo one gluposti in izzive in pol valjda, da gre mladina po slabem. Ja. In kaj se vse spodbuja in daja naprej namesto neke normalne stvari. Ja. Ampak dobro, zdaj smo zašli s teme. Malo smo to zašli. To bi lahko tudi o tem debatirali. Veš kaj, eno vprašanje je bilo, kako si se ti pripravil, to se pravi ti, ki si bil najstnik, preden si prvič seksal. Ja. Kako si imel kakšne skrbi, pač glih povezane s tem, da ni pri tebi enako, kot pri drugih. Si imel kakšne skrbi, da bo vse potekalo tako, kot more. Kako si pač se s tem spopadal, kako je bilo mogoče prvič, če ti ni v tem preveč posebno je že nekaj let od tega, ampak ja, valjda te prešine čez glavo, ne moreš tega položaja, ne moreš unga, kako bo to zdaj punca sprejela. Aj bo kula in ne bo kula. Kako bojo moje noge, ker niso iste, so bolj suhe, ne vem, v kolenu je kontraktura, kako bo to gledala. Kaj to pomeni kontraktura? Da ni prav ravna, veš, zaradi tega sedečega položaja se ne stegne prav. Je tako. Aha. Ja. Pač veš, noga ti ne zraste dovolj, pač tle gor sem gorila dol, zobotrebci, ne vem. Vse to pomisli človek, ne, pol dogija, na primer, jaz ne morem, ne. Marsikomu je dogi najljubši položaj. Tle marsikaj moraš preštudirati. Ampak potem se je vse išlo tako, ker se mora. Itak. Kako, imaš kakšne? Ko si enkrat v temo mene ni mi žal, v bistvu, mene vse zanima. Zanima me, si bil prav pol ful bolj živčen, recimo, najbrž. Ja, na začetku, ja. Pa sta se vidva o tem že prej pogovarjala, bila to tvoja partnerka? Ja. Ok, pol je bilo tako malo lažje, kot da bi šel nek klub. Je bila partnerka. Takrat je bilo za oba prvič. Koliko sta bila stara? Jaz sem bil 15, ona par mesecev mlajša. Tako da isto 15. No, okay. Ja. Pač prvi letnik. Ja. Ja, valjda sva se nekaj pogovarjala, kako, kaj. Jaz sem ji povedal, dogija ne boš dobila od mene. Je viga, kaj. In ja, pol sva. Sej pravim, ko si enkrat tam v sobi steče. Ja, itak, valjda. Pa fula, mogoče pa še boljš, ker sta imela
kot neki izgovor, da se morate zdaj o tem še malo pogovoriti prej, ker mnogo kdo se ne. Ja, gre na blef in potem izpade tudi na blef. Tako, in se mi zdi, da mogoče... Sploh prvič, ko veš, kaj delaš. Ja, in ti imaš mogoče glih to prednost, veš, kaj ti si se bil primoran malo o tem pogovoriti in pol je v bistvu ful lažje vse skupaj steklo. Tako da, lucky you. Ne, hecam se. A imaš kaj še na svet za kakšne položaje prilagojene, da si kaj naštudiral, da ful dobro deluje, pa si tako ne vem, deliš? misionarc je eden, ki ga lahko. Zato pa to, ko treniraš ti, da se lahko. Res je, da je vse na rokah, potem valjda, kaj, ženska zgoraj, kako se reče, ne vem. Cowgirl. Cowgirl, ja. Ta, tle hitak sam ležiš, pač Ja, malo uživaš. pomagaš, valjda, ja. Ta pa iz strani, drugač pa tudi na vozičku je fajn. Tu sem jaz hotela vprašati, že cel čas hočem tu vprašati. Seks na vozičku. Ja, zanima me, tu je najlažje izbira, sploh se nič Ne ni rabim treba. se presedati. Ja. Sam skoč gor. Ja. Mora biti pa punca gibčna, no. Aha, saj Sploh, to, ja, če je zdaj obrnjena proti meni. Ja. Aha, pa bo noge da tako Ja, zadnji. Ja, ok, si predstavljam. Ti imaš dober voziček, ki je tako tak kompakten, Ja, lahko res izvajaš vse, kar hočeš. Res je. Okay. Okay. Ja, to je se čas zanimalo. Top. Da se tudi na vozičku, seveda. Okay. Kje je pa tvoj najljubši seks položaj? Pa cowgirl. Ja? Ja, in Mislim, da si rekel misionarc. seks na vozičku. Pa tega nisem že dolgo časa. Okay. Tako, zdaj sploh, odkar živim sam na svojem. Fair. Je A boljše na posli. Ja, se Je strinjam. bilo pa dosti krat tudi na vozičku, ja. In je fajn. Mhm. Dobro, mogoče punco malo žulijo blatniki, ampak kaj. Mene ne žuli. Sounds like a her problem. A si kdaj doživel fetišizacijo, ali se tako temu reče? Oziroma, da te je kakšna pecala ali sam za tega, ker si bil na vozičku, da jim je bilo tako zdaj pa to sprobamo. Nikoli nisem pomislil na to. Sem pa zdaj, ko malo odraščam, razmišljam o tem, tako. Verjetno je bilo tudi že to razlog, da je šla kakšna z mano. Ne bomo si zdaj tle prekrivali oči, valjda je že kdo sprobil sam za eno noč. Da je sprobala sem, kako je z invalidno osebo. Po moje, da ja. Kako se Ker počutiš ob tem? sem enkrat tudi naredil anketo na Instagramu in so bile označene, da bi probale sam za to, da vidijo, kako je. Ne, meni je v redu, kaj. Se verjetno bi tudi jaz hotel sprobati, če bi hodil, ne vem, mogoče. Ti si tako still got Ja. laid. Pač, ta fetiža, tu ne, ker Ja. tu, pač mami gre na živce, ker lej, se vsak moj neki všeč in pač vsi smo malo radovedni in zakaj si ne bi jaz smela želeti probati, ne vem, jaz sem hotela reči, pač se tudi s črncem recimo bi seksal, zato ker ima kao ful velizga, pol z invalidom bi zato, ker te zanima, pol ne vem, s punco bi zato, ker te zanima, kako je biti s punco, se to v bistvu vse eno in isto. Ali zakaj je prepovedano, bi si bilo želeti Kakšen to bi verjetno probati? bil užaljen, ne vem, ali pa bi se čutil, ne vem, kaj ima meni, to ni pač. Če hočeš sprobati, če sem jaz fraj, ti fraj, bomo sprobali. Lej. Jaz v bistvu ne razumem, zakaj ljudi prizadene. Mene to ne prizadane. No. Je to mogla pa nekoga vprašati, ker sem pa že velikokrat slišala, da ljudi zmot to, da bi nekdo hotel biti z njimi samo zaradi, ne vem, njihove etičnosti, zaradi njihovega disabilityja. Ful je drugače, kako predstaviš najbrž, ne? Jaz... Ampak se je verjetno, saj jaz si tako razlagam, da ena na daljši rok ne bi hotela biti z mano, samo zato, ker sem jaz na vozičku. Kaj bi imela od tega? Dosti Mogoče ne. je problem v tem, če hočeš biti tisto osebo sam zaradi tega, da ti je vseeno, kakšen njihov karakter, kakšni so kot oseba, da si pač sam to te pali pri njih. Sej ni pač neke prednosti, razen to, da če se ji ne da stati, da sem ji usedel na roče. Meni se je enkrat tu zgodilo, zdaj sem se spomnila. Pač jaz drugače nimam problema s tem, da so ljudem všeč debele ženske, kukorkoli, ok? Ampak ta model je meni med seksom vsake 5 sekund rekel, wow, kako si debela. Štekaš. Ja. In tu je po moje ta razlika, ki te zmotke. Takrat sem bila jaz tako, no super, evo, hvala lepa. Ampak poleg, ko sem dojela, da mi on tu govori, tukaj njemu tu v redu,
Sem bila tako, ajde, dobro, v redu, ampak raje bi, da mi rečeš kaj drugega. Ja. Zdaj si pa predstavljaj, če bi ti govorila, wow, Ne. kako... Ja, ker si invalid. Ja. Pošljem te domov, obleči se in pejdi. Ja, mislim, da je to res ta težava, Ja. ker pač Spet je to je vse, odvisno. kar vidijo. Kakšna je komunikacija. Ja. Ja. Kako se sploh ne počutiš kot človek, Tako. ampak samo kot ta Kot ena igračka. Ja. Ja. Pač zdaj sem samo invalid, jaz Ja, te pa kaj. ja, ja, Pač, kaj pa ja. vse ostalo? Ja. Kaj pa Mislim pa, da banging ni nič personality? narobe, da ljudi zanima, ker glih tu, pač ne vem, zakaj bi hotel zatreti tu zanimanje, ker pa se pa zgodi tudi, da Ja, noben nič ne govori ja, o teh ja. stvareh in... Ja. Jaz sem imela prej še eno vprašanje, kaj si rekel, Povej. da to zdaj ne vem, ali lahko sploh odgovoriš na to, ker nimaš ti te izkušnje, ampak tisti, ki nič ne čutijo, ki ne čutijo svojega penisa in Ja. morajo uporabljati potem te različne pripomočke. Ja. Kako oni potem doživijo orgazem? Eni ga sploh ne morejo, A? pravi jim ne pride. Eni pa samo, ne vem, ko bi rekel, odvisno od dneva, od vzburjenja, koliko se ženska ali pa moški potrudi do tega in spet en moj dober prijatelj, ki je po nesreči, on ne čuti od tle dol, ja, tle nekje, prsnega koša, se pravi, ne čuti tudi penisa. In mi je enkrat lepo rekel, smo bili v toplicah, mi je rekel, veš, Elvis, jaz, če se psihično pripravim in če dosti mislim na to, jaz ga vzdignem tudi brez kakršnega koli pripomočka. Tako da dosti je tudi Ja. v glavi. Glih sem hotela reči. Ja. veš, kako Ful je pa ta tudi- psihološki. To je drugače. Ja. Pač zato sem to vprašala, ker sem brala o tem, da če nekdo doživi neko to nesrečo, so naši možgani tako sposobni, da Ja. se prav nove povezave ustvarijo Tako in ti je. lahko na čist drugačne načine doživiš vzburjenje in Ja. doživljaš seks. A pa je? Sara ni imela mikrofona, no pa roština. In mi je bilo ful zanimivo in spomnim se unega filma, ne vem, kako je bil naslov, ampak en invalid je bil in je imel polnega pomočnika in Ja. on tudi ni načutil in on je pa ful, naprimer ušesa so zelo živčena, so erogena cona. Ja. In njemu je bilo najboljše, če so se mu stimulirala ušesa. In je pol mu prav najel eno prostitutko in ona ga je samo po ušesih. Pač nikjer druge se ga ni dotikala, ker njemu pač ni bilo do tega. In je prav zanimivo, kako naše telo, pa kako so res možgani pomembni. Pač tako, ko rečemo, da so možgani najbolj pomemben seks organ, pač to največja resnica, ker evo, lahko se ti dvigne samo, da razmišljaš o tem. Ja, In isto, ja. ti samo da vidiš pa. Ker recimo tudi, to je tako zdaj, čisto drug primer, ampak kakšne lezbike včasih lahko doživijo orgazem od tega, da imajo strep-on gor in one toliko uživajo, zaradi tega, ker jim je ta mentalni del, to, da one pač zdaj seksajo eno drugo bejbo s strep-onom, jim je toliko seksi, čeprav ni stimuliran njihov dejanski pač penis, Ja. je pa za njih dosti, da jim lahko Ta pride. psihološki je kar pomemben, no. Tako da, Kako ti dojemaš in te Ja. stvari. In to. to je meni tako zanimivo. To sem rekel prav, da bom dal danes to primerjavo. Sem se spomnil tega prijatelja, pravi, jaz ne čutim, ampak z glavo ga dvignem. Hudo. Zgornjo glavo dvignem, spodnjo Top. glavo. Ja. To je ful zanimivo. Ja. Ok, v bistvu se zdaj že približujemo, v bistvu ne, zdaj smo že na tem delu. Imaš ti še kakšno vprašanje? Ja, v bistvu imam še eno Aha. vprašanje. A pa... zdaj sem pa pozabila ga. Ampak... No, kar pojmo naprej. Jaz sem Če se ga spomniš, prekino. Jaz sem danes čist zmedena. Če se bom spomnila, vam bom Ti vse kar vprašaj, ja. povedala. Hvala. No, jaz mislim, da smo zdaj ta vprašanja predelali, več ali manj. Imamo pa še en segment, ki se imenuje Lucija in Sara pametujeta, featuring Elvis. Okay. In jaz sem dobila, ko sem na Instagramu objavila, da bova imela tebe za gosta, dva vprašanja od DM-se, glede malo drugačnih disabilitijev, ampak bomo še na to odgovorili. Ja, Ponovadi ja. imamo kaj iz Medover, danes imamo pa iz mojih DM-sov. In eno vprašanje je bilo, jaz imam fuzijo hrbtenice, ker sem imela skoliozo celega hrbta in se ne morem premikati. S fantom imava kdaj in kdaj težave najti primerne pozicije za seks in me zanimajo predlogi. Pa naj najprej sam povem, kaj je fuzija hrbtenice, če slučajno kdo ne ve, ker jaz nisem vedela in sem mogla pogooglati. To pomeni, da ti morajo pač z operacijo del hrbtenice pač skupaj spojiti, tako ti zašraufajo vse skupaj in potem se ti ne moreš toliko pogibati.
In to je v bistvu lahko na različnih delih hrbtenice, tako da ljudje, ki imajo to, imajo v bistvu različne tudi pol potrebe, a ne? Eni so bolj gibljivi, eni so manj gibljivi. Tako da tukaj, da imamo mi lahko samo neke splošne nasvete, ne moramo pa vedeti, kakšno ima vsak posebno potrebo, tako da tle moš v bistvu malo zatežiti zdravniku, Ja. pa narediti neko udobno ozračje, da bo on bil pripravljen o tem govoriti, očitno, a ne? Tako je. Na to morate biti pripravljeni, da... To, kar pejte, brez sramu, pejte pa zatežte. Ja, Vse zato so tam. Ker da vam povejo prav za vašo posebno, kakor imate vi to narejen, a ne? Ampak imate vidva, ki je za tle zapovedati, lahko vam pa jaz sem pol to malo raziskala, ker v bistvu pač tudi nismo mi tle neki specialisti, ampak sem rekla, da bom jaz to malo raziskala, da odgovorim, pač pa lahko še video, kaj dodata, če boste imela, ne? Bomo tako naredili. Daj, da slišim. Ok. Zdaj, najboljše je, da hrbtenica da je čim bolj stabilizirana, da si pomagaš s kakšnimi polštri, lahko, če imaš možnost, da imaš pri posli malo dvignen naklon, da si malo bolj res zafiksiran, pa si daš potem še kakšen, ne vem, polšter ali pod medenico ali pa še boljš pod noge, zato ker je ful dobro, da imaš noge malo pokrčene, da imaš res ono hrbtenico tako stabilizirano, lahko to narediš. Lahko si pomagaš z blazinami ali pa s kakšnimi brisačami, da jih zvijaš. Potem pomembno je, da je partner tukaj res malo bolj nežen. Ne moš vseh položajev narediti, kot ti ne moš dogija delati, moš tudi ti kakšen položaj spustiti, ampak nič hudega, zaradi tega, ker sej v resnici tako, ko gledamo logično, koliko pa res eksperimentiramo z nekimi položaji, kdaj si da imamo malo proba drugače, pa ki so ti najbolj všeč, ponovadi narediš, pa si tako happy. Ali? Ja, jaz si v bistvu volim komentarjev, ker si sploh ne predstavljam, koliko je tu gibljivosti. Ampak jaz si predstavljam, da pač mora, da lahko stoji seksata. Ali mora držati in dvigeno držati in ona ima lahko čisto ravno hrbtenico skusi, nič ne rab delati. Je drugače, prav 3 položaji so bili izpostavljeni, ki so priporočljivi, recimo stoji od zadaj, ali pa da uporabiš kakšen stol, pa da se na stol tako malo naslonaš in te potem lahko od zadaj pa si tako malo sklonjen, pa da imaš potem ti stol za oporo, pa misionarc. Ja, kaj pa tako na mizo, če se daš? In pa imaš čisto ravno hrbtenico. Ali pa mizo, če imaš dosti visoko mizo, ne? V bistvu, ko si ti visok, pa miza. To je zdaj tle problem, ampak ja. Tako da to, partner ne da preveč teže nate, a ne, čim bolj, malo mora biti bolj neženo, sam to je. Pa v vodi. V vodi. Kje vodi, kako? Ja, no, tu so tehnične podrobnosti, ampak voda te tako lebdeče drži. Kolpa, bazeni zasebni, džakuzi, vse pa morje. Kukor, hotela sem povedati, da tako te brez težnost drži in da je po moje super, da nas ne voli. Probite. Ne vem. Pol pa nekateri predlagajo, če imaš res kakšne bolečine, da uporabiš kakšne protibolečinske tablete, ampak tukaj se pa res posvetujte z zdravnikom, zaradi tega, ker lahko narediš več škode, kakor koristi, ker predstavljaj si, da vzameš ti tablet proti bolečini, pa se neka poškodba naredi, pa ti ne čutiš, ker si zdaj na teh protibolečinskih, pa pol pride za tabo. To je isto, kot jaz ful odsvetujem uporabo analnih lubrikantov z omrtvičenjem, ker pač ti zdaj uporabiš, pa pride do kakšnih mikropoškodb, ki jih ti ne čutiš, ker imaš vse omrtvičeno in pa te bo bolel. Boljše, da ti vse čutiš in točno veš, nekaj ni ok in pa nehaš in nekaj spremeniš, ne pa da kar nekaj na silo delaš in tudi tukaj se meni ta predlog s temi tabletami zdi tako malo odvisno od primera. Tako da tukaj pač res vprašajte zdravnika, kako pa kaj to najbolj narediti, da bo varno. Ne? Tako da ima takej... tega s tabletami bi tudi jaz spustil, ker boljše, da ti čutiš in se ustaviš, ko je neka meja. Ja, vse to. Ampak če imaš pa res ono kronično, recimo, da te skozi boli, pa sploh ne moreš pač se sprostiti, pa nekaj drugega. Ne bi pa tako preventivno, da zdaj boš pa tableto vzel, če te bo slučajno vmes začel boleti. Ne bi to vedno. Vedno ker greš lahko čez uno mejo bolečine in potem narediš res, ker si rekla več škode, ko koristi. Jaz si ful težko to situacijo predstavljam, ker ona se je rekla, da se ne morem premikati. Samo hrbtenice ne more premikati, ali se sploh ne more premikati. Ne, hrbtenica. Pač, predstavljaj si, da imela ti en del hrbtenice tako skrb. In potem pač ne moreš, recimo, tako imaš skozi ravno hrbet. Jaz sem v bistvu eno punco poznala, ki so ji isto. Prav mislim, da so ji dali
čez celo hrbtenico, ne vem, to Ja, delajo, da ampak ti štango in ti Ja. pršraufa. No. in ona se prav To je pač tudi ona pri ima tako skozi paraplegiji. raven hrbet. In ona je tako imela tako lepo, res dobro držo. Aha. Ampak recimo, če se hočeš ti skloniti, moraš biti full gibčen, ker ti se moraš pol tako prepogniti. A ne, ti ne moreš tako ukriviti hrbtenice pa se prepogniti, ampak se moraš prav v bokih prepogniti dol. To je fora. In na začetku je tako ful boleče po operaciji, ampak sčasoma potem naj bi ta bolečina minila. Jaz sem zdaj to čisto raziskala in to je to, kar vem. To ima dosti invalidov, to štango. A ja? Hrbto. To pa nisem vedela. Ja, ker veš, pridejo, ker ti sediš na vozičku. Če sediš malo bolj tako, boš ti tako ostal. In ne moreš ti vedno biti tako skrivljen in pol ti daš štango, da si ti raven. Ampak ti je nimaš. Zaenkrat, hvala Bogu. Tudi zaradi tega, ker verjetno pač ti ful treniraš, ne? Tako je. A ti to... Pripomore, ja. po moje. Ker Top. je tak ti moraš razgibati telo. Ne. Ti že od vedno treniraš? Mislim, tako že Pa jaz sem si pol enkrat- treniral svašta, res. Okej. Plavanje, atletiko, košarko in zdaj sem pa v fitnessu. No. Zdaj imam marca, imam prva tekma. O, Ja. dej, povej nam kaj. Ja. Ja, imam, no, zdaj sem prvi v Sloveniji, ki odpira para powerlifting. Tako da grem benčat 15. marca, če ima kdo cajt, ne prije pogledati. Ja, je v Kvihtarnici, tako da v Ljubljani. Bomo Ljubljana. dali linke od Ja, spod. ja. Ja, Je pa državno prvenstvo. No. pa sreča. Hvala. Ful over. Je ful over, ker si tako aktiven, Ja. pač hvala Bogu. Ok, pa smo imeli pa še eno vprašanje, kar se igračk tiče. In sicer, to je pa napisala ena punca, ki ima, da si to lažje predstavljali, zelo omejeno gibanje tako nasplošno. Roke recimo ne more, če imaš igračko, bo težko pritisnila nek gumb. Nima toliko moči v rokah za odpiranje in omejeno pač mobilnost. Ne? In je rekla, lahko malo več povesta o accessible sex toys, to se pravi slovensko. Inkluzivne seks igračke. Ja, za ljudi z omejeno mobilnostjo. Recimo, čisto osebna izkušnja, igračke, ki so na touch ali pa še boljš prek aplikacije, so najboljše, tudi glede filanja. Jaz imam take, ki se lepo na magnetek filajo, ker bi jih drugače sama težko vklopila v elektriko. Ali pa recimo, da so neki gumbi, ki jih težko klikaš, za ljudi z manj mišične mogljivosti so no-go. In sem pač ful dobro vprašanje, zaradi tega, ker tudi to je nekaj, na kar pač ne To je pomislimo. nekaj, kar Ja. jaz sploh odgovoriti ne znam, zato ker nisem sploh še nikoli o tem razmišljala. Jaz sem že o tem malo razmišljala, Okej. ampak sem pa zdaj prav se še malo poglobila in sem najprej bila pravno, a zdaj naredim seznam vseh igračk, ki so primerne, sam po drugi strani nima vsak istih potreb, a ne, eni ful je individualno. Kot si ti rekel, tudi vsi, ki ste paraplegiki, Ja. nimate enakih težav, se Tako, ja. soočate z različnimi izzivi. Je pač tudi tole ful težko govoriti. Tako da, To je, sklepam, da kdo z mišično distrofijo napisal ali pa kaj ja, temu ja. smislu. Tako da ja, oni imajo že te premike malo težje in jih sploh nimajo žal. In potem, ja, verjamem, da jim je z igračkami tudi težko, ne? Ker nimajo toliko močni. Jaz sem potem naredila en bolj okviren seznam nasvetov. Če vam tole ne bo dost, pišite na pitchpop.si, se je mail na spletni strani ali pa kar na pitchpop Instagram in vam bojo z veseljem svetovali, prav glede na vaše potrebe, ampak na splošno, znamka Satisfyer ima res ogromno igračk, ki se povežejo z aplikacijo. In potem edini problem je, da moraš ti še zmeraj gumb pritisniti, ki ni najtežji, ampak ni pa najlažji spet. Pač moraš ga malo držati, 5 sekund moraš držati tisti gumbek, potem pa lahko vse delaš prek aplikacije. Lahko menjaš vzorčke, intenziteto, pač ni da ni. Tako da, če imaš recimo kakšno igračko, ki je za notranjo uporabo, ali kakšen analni čepak, ali kakšen vibrator, ki gre noter, pač to samo namontiraš vase in klikaš na telefonu. Pa še Satisfyerjeve igračke so vse v bistvu polnejo na magnet. Tako da ni rabiš nič nikamor vtikati, samo magnet prisloniš in je to. Bloom, ki si je že Sara enkrat predstavila, Rabbit vibrator, oni imajo pa, sam tam moš pa tudi, da prižgeš, moraš pritisniti gumb. Ja.
moraš pritisniti spet gumb, da se pržge. Sploh ne vem, če je kakšna igračka, ki ima na dotik za pržiganje. Mislim, da ne. Tako da moraš spet pač pritisniti. Ali pa ne vem, če imaš recimo kakšnega pomočnika, pa ti oni potem pritisnejo, pa pač grejo, pa te pustijo. In ima Bloom pa na dotik, da menjaš intenzivnost. Tako da, če ti je to kul, da na igrački prav premikaš, je Bloom. Potem, veliki igračk, sploh kakšni nosljivi vibratorji ali pa analni čepki, imajo daljinc. Tako da, če je problem samo v tem, da bi rad nadaljavo upravljal, pa ne bi imel tega z aplikacijo, imaš take daljinčke in pa sam klikaš, klik. Pol, elektronski masturbatorji. Obstajajo taki masturbatorji, ki ti ni treba nič delati, ga daš samo gor. In potem tudi imaš na aplikacijo ali pač na gumbe, si naštimaš in samo ležeš in je to. Še ena ful zanimiva stvar so od Hot Octopus. Oni imajo take, v bistvu je oscillating technology, se temu reče. Ni prav, da vibrira, ampak je tako taka ploščica od spodaj, tako noter skrita in dela tako in oscilira, to pomeni. In ta stvar, to je tehnologija, ki te lahko moškega pripelje do orgazma, tudi če ne more imeti erekcije. In to si daš samo gor na penis, tis gre na ta ploščica tam, ki je, gre na frenulum in potem to imaš tam gor in lahko doživiš orgazem brez erekcije. In pa je ful dober. Ja. Ja. Tako da to je ena taka stvar, pa tam imaš tudi daljinček zraven, tako da pač lahko menjaš vse. Pa še kakšni masažni vibratorji pridejo v poštev, ki imajo daljši ročaj, a ne recimo, če rabaš to, da lažje dosežeš. Lahko dokupaš tudi tak držalo, ga daš na poslo in trdiš ta masažni vibrator in si ga potem sam nastaviš in ti potem ti zdrži, ker pri teh masažnih je pa to problem, da znajo biti včasih težki zadržati. Bomo dali tlele, bom jaz tisti, ki bo to montiral, poslala slike, pa dajte slike noter. Tako da, če gledate na YouTube, boste videli slike malo od teh primerov, da ne boste samo si rabili predstavljati v svoji glavi. Da vidim, če sem kaj spustila. Sara, imaš ti še kaj za dodati? Ja, drugač imam za dodati. Jaz sem si zdaj predstavljala Sivijan, ki je na tleh. Ja. Ker se sem čez njega usedeš in pa imaš različne nastavke gor in pržiga se ne na gumb ponavadi, ampak ima za obračati, kar pomeni, da ga ful enostavnejše obrneš. Tu sem se spomnila, pa kakšne te klasične seks naprave, škoda, ker nisem jaz danes uneta nove prinesla. Tisto si predstavljam, da pač ne rabiš nič držati. Predstavljam si, da če imaš kakšno omejeno gibanje, je ful težko te igračke držati, pa res so kar težke, ne? Ja, tu pa kakšni res nosljivi vibratorji. Pač nekomu daš, da ti ga pržge in pol litak ga imaš noter in pač po telefonu spreminjaš, ne? Sem pa se zdaj zavedla, kako so tu meni tako vprašanja taka, kot da jih prvič slišim. Ene ljudje se pa morajo s tem ukvarjati, da so stvari narejene za ljudi, ki imamo vse čute, ne, ali kako se reče. Tako da jaz bom o tem še malo več razmislila in enkrat sem že pisala en prispevek o accessible igračah in bom jaz tu dala zraven nekam, v glavnem nek seznamček in bom naredila. Top. Tako da... A boš dala kakšen link v Ja, vse boste dobili nekje, bo tlele vzpod gor, nekje bo. Ok, top. Pač ful dobro vprašanje so bila to, se mi zdi tako, ker ne pomisliš na to. Tako si predstavljam, da je pol čez zdravnika to vprašaš. Me vsak dan o seksu govoriva, Lucija, ne? In bi si človek mislil, da če vsak dan o tem govoriš, da boš znal odgovoriti na ta vprašanja. Tako ko, ampak ne znaš. Jaz ne znam. Ja, jaz sem mogla prav malo raziskati to, pa se pripraviti. Pač res, ja. Kaj ene stvari mi je tako, me vprašaš, pa sem tako, ja, ta. Ampak to je pa res ena stvar, o kateri ne razmišljam vsak dan in tudi ne vsak drug dan. Ja. Ok. Imaš ti še kaj za dodati tukaj? Ne, to je to. Ti imaš i tako ne, ki vse naredi zate. Jaz imam še ene par vprašanj. Povej. Se ti je kdaj zgodila kakšna nesreča tako med seksom? Nesreča med Pa kaj jaz vem? Pa ni to moj. Ok. Ne vem. Da padeš iz posla, veš. Ne, Neki. nisem še. Okay, To sem si predstavljala. Ja. Ne. Ali pa da če seksate na vozičku, da se prevrne nazaj voziček in oba dva padeta dol. Ne, jaz ponavadi preštudiram ali tako, da se naslonim na steno
Ali pa sem tudi že se vrgel na zadnja kolesa in s hrbtom na kavč ali pa na posteljo ali pa nekaj. Kaj pa, če bi ga pol spodnesel? Ma sem toliko stabilen. A to lahko zabremzaš, kaj? Ja. Fak, cel nov svet. To je pa hudo. Ja. To sploh ne bi pomislil. Se No. da- Se pravi, v bistvu ti lahko seksaš med vožnjo. Ti bi se lahko vozil okrog in seksal hitrostni seks. Nisem tega maratona še naredil. Evo ideja. Ja. Ja, nov svet, pač, ful enih stvari. Ja. Drugih. Jaz sem pol še spomnila fulejnih vprašanj. tako Ja, da ja. Bomo. Če pa imate vi še kakšno vprašanje, pa napišite v komentar, pa Ja. bomo odgovorili. Ali mogoče Valjda, pa itak. Ali kdaj pa nam ponovimo. ti boš na TikToku odgovoril. ali pa Ja, tu. Ja, evo, Ja. ja. Tako da ga ne pozabite spremljati na TikToku in na Instagramu. Tako. Eto. Ja, če ima pa kdo podobne težave, danes ste prav slišali, da ful veliko Elvis ve o tem. In če vam zdravnik ne pomaga, ali pa če vam je nerodno, lahko Komot se tudi na napišete. tebe obrnejo. Ja, Ne? komot. No, top. Vsa socialna omrežja bojo pa spodaj v opisu. Zdaj smo pa že pri koncu. Zdaj je igrica. Igra Never Have I Ever. A si se še, mislim, si se že kdaj igral Never Have I Ever? Verjetno ja, sam se ne spomnim. Itak, to ja, bi vsak rekel. Ponovadi se igramo pijani, to tako da razumljivo, da se ne Ja. spomniš. Ja. Zdaj, mi se to igramo skupaj z našimi gledalci, tako da upam, da sodelujete. Tako da dajo roko gor in damo mi roko gor. In jaz preberem trditev, ki se začne z nikoli še nisem. Okay. Če pa že si, Ja. daš pa prst dol. Za vsako stvar, ki si jo že naredil, daš prst dol in to se ti šteje točke. Kdor da največ prstov dol, je najbolj poreden in gre v zapor zaporedne na koncu. Treba In- po resnici. Ja. Ja. Imamo detektor laži tle v zraku in začne piskati, če se zlažeš. Tako da, po resnici. Pa začnimo. Nikoli nisem flirtal z osebo, ki je všeč mojemu najboljšemu prijatelju. Pač kaj pomeni flirtati z osebo? Ja. Kaj pa pomeni flirtati? Ne vem, jaz sem do vsega prijazna. Točno veš, zakaj si dala prst dol, ne se zdaj tlevan iz... Halo. Ti zdaj pa tudi prst dol, ker dol ga Ja, drž. Ja, ajde, v redu. Nikoli nisem nekomu rekel, da ga imam rad, brez da bi to mislil. Ali pa ljubim te še hujš. Ja, ne vem. Težko je to reči, zato ker zdaj bi rekla, da sem vsakmu to rekla, pa nisem mislila, veš, kadar nimaš partnerja, si tako pač. Ni to Ja. res. Ne vem, včasih potem, kasneje vidiš z večjo čistostjo in v bistvu zdaj lažje odgovoriš, kot takrat, ko si bila. Ja, v tem. jaz mislim, da sem vsak prvemu zihar. Ja? Jaz nisem sploh vedela takrat. Kaj pa sem vedela? To je res. Jaz sem to rekla, ker sem videla v filmih, da se pač reče. Ne vem. Jaz sem pa prav, ker sem imela tako prvega kao fanta, tako bili smo na dopustu in ne vem kaj. Nisem bila sploh zares. To je bilo še na dopustniško. Mi smo v toplicah, smo šli s kolegico in je bil tam en pač. Sploh me ni vprašal, če je bila njegova punca, ampak mi je rekel, če bi se zaročila z njim in mi je dal tako okrog prsta neko rožico. In pa sem prav razmišljala tako uno, a moram jaz njemu reči, ne vem, da ga imam rada ali pa kaj. In pa sem se spomnila, ker so bile tako kdaj v revijah kakšne debate, kao pač, ne vem, da to ne moš vsakmu reči, se tako, ja, jaz to ne bom njemu rekla, ker jaz tega ne čutam. In takrat bi edikrat po moje lahko se zlagala, pa se pol nisem zaradi tega. Okay. Sem prav imela to dilemo v glavi. Ok. Nikoli nisem gledal partnerja, ko masturbira. Ja? Smisla, da boš rekel zdaj, Se ne samo drugi so spomniš? mene. Ne, se Sem, to sem. przdol. Aha, ok. Ker si tako nisi bil čist siguren. Bolj mi je pa všeč, nisem mogoče vedela. bo šel ti v zapor. Ja, možno. To, ok. Nikoli nisem imel seks sanj o nekom, ki je v tej sobi. Ja, ne, pa res ne. No comment. Taka vprašanja se ne sprašuje, zato ker pa se jaz ne bom mogla zlagati naslednjič enkrat in bom dala prst dol in kaj bo. Ja, lej. To je, tako je. Okay. Nikoli nisem seksal na invalidskem vozičku.
Tega sem zate noter dala. Ker si vedela, da sem. upala sem, Pač nisem valjda, vedela. da se spodobno. Ja. Okay, ja. Nikoli nisem masturbiral z več igračkami naenkrat. Samo. Edina stvar, tle smo te zgubili zdaj. Joj. In nikoli nisem doživel golden showerja. Slušam, ne? To smo pregovorili. Tu pa ne vela. Itak da vela. Ne? Moje, da ne. Ja, Sara. Tako dobro ti je šlo, skor smo te spravili. Joj. Mogla bi da čekaš enega. Zdaj bom jaz Sara. Ne, Ne! ti boš Sara vklen. Čakaj, zdaj smo mi naredili nov protokol, ne? Da se ne vežemo samo mi dve tle. Bo nas zdaj gost zvezal unega, ki zgubim. Tu sem jaz, Znaš to čakam. uporabljati? Nisem Fluffy. že dolgo, ampak A jih znaš odkleniti brez ključa? ne. Tale, vidiš tale tole, dol potegneš, pa, Ja. pa ven potem. Ne. Taki? Ja, tako, Ja. bravo. Tu je bil tudi namen, jaz se upravičujem, tu je bil tudi namen, ne, da pač pol ne znajo. Ne? Ker mi dve že znamo, kako brez veze je to pol. Ja sem preveč zatisnil. Super je. Tan. In napiši v komentar, kdo se bo ponovno družil s Saro v zaporu zaporedne, če ste dobili 5 točk ali Skus smo več. sami eni niste. Ja. Tako je. Kako se si se imate, imel? kaj delate drugače? Kaj delamo v zaporu Ja. zaporedne? Pridite pa v te videli. Nikoli ne boste zvedeli. Kako si se imel? Odlično, Ja? res. Je še kakšna pomembna stvar, kakšna, ki jo čutiš, ki bi jo rad delil? Ma ne, po moje smo šli čez vse skozi. Ok. Najlepša hvala, ker si se odzval na Hvala enemu vama. povabilu. Ja. Ful je bilo dobro, ful je bilo Ja. informativno. Ja. Še več smo zvedeli, kot sem mislila, da bomo. Ja, Tako da, top, ful zanimivo. hvala vam. Hvala, ker si tako odprt in hvala, ker razbijaš tabuje o tem. Ja. Oziroma, ja, ker smo te lahko vprašali vse, kar si ljudje mislijo, pa si ne upajo vprašati. Ker ne moreš pa glihiti do enega invalida na cesti in ga vprašati, ej, kako pa ti kaj seksaš, ne? Ja. Ker to pa, Ja, Sorry, sem ne. res. To bi bilo malo čudno. ja. Je pa boljše, da nas, vsaj mene, spet govorim zase, najboljše, tako, da ne vam spet koga, Mhm. kaj, karkoli, da prijeste do mene in me vprašate, zakaj pa si na vozičku. Ne si zdaj predstavljati, te boli noga, te uno, Mhm. tudi tebe je kdaj bolela noga, pa nisi zaradi tega na vozičku. Pejdi do mene, tudi če si otrok, starši, pejte, vprašajte, zakaj, vsak ti bo odgovoril, Mhm. razen če ima res ful slab dan. Ne pa, da sam Ali pa če je gledaš zagrenjen. tako Ja, čuden. ja. Kar ga ima pa kdaj vsak in bi ti vsak kdaj Tako, tako jaz sem to odgovoril. že govoril, tudi med nami invalidi smo zlobni ljudje, smo prijazni, smo čustveni, smo ljubeznivi in konc koncev to jih kdaj nadrkani. Ja. Pač isto, kot mi sami Ja. imate še en modni dodatek. Tako, Ja, dobro. To je zaenkrat vse. Spremljajo te lahko na YouTubu, na TikToku, pa na Instagramu. Tako. Vse imate dol. Spremljajte tudi tale podcast, smo tudi na vseh družbenih omrežjih, tukaj, ko poslušaš, lajkaj, subscribej, komentiraj. Naj jo pa tudi najdeš na Pošetova Sara, na Pitchpopu, mene pa na Življucija tukaj posod. Tako, če imate kakšno vprašanje, ga pa kar napišite, pa se potrudimo in odgovorimo na njega. Hvala, ker si gledal do konca. Če Ja. ste gledali do konca, napišite v komentar enega srčka. Ja. To je Danes to. to Ali pa rabimo. ne, mora biti nekaj posebnega. Kaj je še tak hecen? Napišite, kaj je še tak zanimiv emoji. Invalidski voziček, dajte Ja. komentirati. Ja, sem hotela reči, pa se mi je Ja. zdelo, da me ne bo kdo rekel, da sem kaj žaljiva. V glavnem. Napišite komentar, invalidski voziček, če ste zdržali do konca. Pa lahko rečete invalid. Ne, Komot. nekomu. Meni, Evo, ja. Njemu. tako. Meni. Ja. Drugim pa ne rajš. Ne vemo. Ne. Ok, čau! Čau, čau.